Klavdija, hvala, ker si tukaj. Ti se že več kot 30 let osebno ukvarjaš z gostoljubjem. Iz tega si zgradila tudi svojo pot kot coachinja, trenerka osebnostne rasti, komunikacije, javnega nastopanja, poslovnega preboja. Kaj bi za začetek še dodala temu? Rok, najlepša hvala za povabilo. Meni je res v čast, da se lahko danes s tabo pogovarjam o številnih temah, o moji poti. Moja pot je v bistvu pot rasti od nekdaj in je tudi pot odličnosti. In kdaj sem jaz prišla na nek način v to gostoljubje, je bilo to že zelo, zelo zgodaj, ko sem bila tam nekih 12-13 let stara in so se moji starši odločili, da bomo mi oddajali sobe v Mojstrani na Gorenjskem, prelepa vasica pod Triglavom. In mi smo bili eni prvih. In to je pomenilo, da jaz, ko sem govorila že kot otrok slovensko, nemško, italijansko in seveda tudi angleško, sem se učila že, preden so nas v šoli učili tudi italijansko in tako, sem sprejemala goste. In to so bili moji prvi koraki v ta svet gostoljubja in tudi nekega dela in tega, da jaz komuniciram z ljudmi. In se sploh takrat nisem zavedala, kako to na nek način je zaznamovalo mene in mojo pot. Prav si pionirka gostoljubja in na nek način oddajanja namestitev v Sloveniji. V bistvu koliko let nazaj? To je bilo nekje v 80-ih, sej je bilo že, sam pravim v Mojstrani tega, takrat ni bilo to. Mogoče smo bili v krajevni skupnosti takrat 3 sobodajalci, ne? In eni od teh smo bili mi. Zdaj, danes jih je pa to precej več, ne? Je tega ogromno. In potem smo mi tudi z leti smo to nehali delati, družina, ne? In takrat sem jaz v bistvu vstopila v neko vlogo, ker so mi starši postavili, ne? Zdaj pa ti boš sprejemala goste, boš zapisovala te njihove podatke za prijavnice in vse to in jim razložila vse skupaj, ne? Kako vse to poteka in to tudi v različnih jezikih. In tako sem začela spoznati različne kulture, ne? Jaz se spomnim, da mi smo že takrat imeli goste tudi iz Združenih držav Amerike, niso bili to samo iz recimo Nemčije, Italije, Francije in iz v bistvu gastarbajterji, ne? Ker takrat so bili gostje večinoma enodnevni. Ne? To si danes mogoče težje predstavljamo, to so bili gostje, ki so prišli zvečer in zjutraj nadaljevali pot, zgodaj zjutraj, recimo v Nemčijo, kjer so bili zaposleni, so se vračali s počitnic in tako naprej. Dejansko je šlo za prenočitve? Prenočitve, del je bil pa tudi, ampak takrat je bil manjši del takih, ki so se pa zadržali v kraju nekih en teden, 10 dni, ne? In s tistimi se pa je na nek način razvilo nekaj več. Tudi neko poznanstvo in gostoljubje tudi v tem smislu, da smo si postali blizu. Ne? So se vračali pol? Ja, vračali so se, ali pa so se oglasili tudi s kakšnimi karticami, zahvalami, takimi zadevami, ne? Tako da ja, to lahko rečem, da takrat sem že spoznala, da to turizem, oddajanje sob, pač taka majhna družinska zadeva, da kljub temu je velika. In da je v tem toliko lepega in prijetnega, ko ti spoznaš nekega človeka, mu daš mu to, kar mu lahko daš v tistem, tiste informacije, da ga nekam usmeriš. Nekdo kaj rabi, kakšno majhno stvar, ne, pa mu jo v bistvu priskrbiš, ne. Da mu ponudiš roko, da mu pomagaš. Tako. To je v bistvu gostoljubje. Ja, in to vse se vrača nazaj. Dobivamo nazaj s tem, da se gostje vračajo, da širijo dober glas o nas, da pripeljejo še koga. Hkrati pa je tudi ta občutek, ki ga jaz dobim kot gostiteljica, ne, kot nekdo, ki sprejme goste v hišo. Čeprav to ni najlažje, ne. To so bila v bistvu vrata doma, ker to je bilo oddajanje sob, to niso bili neki ločene enote ali pa apartmaji, ali pa tako kot v nekem hotelu prideš, dobiš ključe, ti pokažejo ali pa te mogoče tudi celo pospremijo v sobo. Ampak dejansko so se ti ljudje sprehajali po hiši, so šli po našem stopnišču, ne, in je na nek način spremenijo življenje. Včasih bi si tudi rekli, lej, dost imamo, ne, zdaj pa to, a nam je to res treba. Včasih je kdo ob 1 ponoči zvonil, ne, pa iskal sobo, ker je bila tabla, ne, takrat so bile še table, ni bilo teh Google usmeritev in to, da so te pripeljali, pa da je bilo že nekje, da je bil nek znak, da je polno ali pa da obstaja še namestitev in te vržejo iz spanca, ne, tudi to, ne, tudi take stvari.
To so res čisti prvinski začetki gostoljubja. Mislim, niti ni bilo nobenih tehnologij, dobesedni so postali del družine za tisto noč, oziroma koliko časa so ostali. Mislim, zgubiš malo zasebnosti. Tako je, zgubiš tisto malo zasebnosti, predvsem pa zgubiš tisti čas za sebe, ne? Zato ker vedno lahko nekdo potrka na vrata in pa vpraša za kakšno stvar, kaj potrebuje ali ga kaj zanima. To je nek vdor, ne, v zasebnost, ki si čez nekaj časa si morda tudi rečeš, le tega mi pa res ni treba. Ne. Dobro, potem smo tudi iz drugih razlogov prenehali s tem, ampak je pa taka zanimiva izkušnja, ker jaz nisem bila takrat, v tistih letih, sploh med počitnicami poletnimi, jaz nisem bila samo nekdo, ki goste sprejme, sem bila tudi nekdo, ki pripravi zajtrke, ki jih postreže in to zgodaj, v zgodnjih jutranjih urah in ki tudi pospravi vse. Ne. Ker pomeni, da sem bila skoraj vse od A do Ž. Ja, diklica za vse v današnjem hotelirstvu. Ja, od čistilke, sobarice, recimo da kuharice, natakarice, vse to, ampak v tisti poznaš vse faze. Poznam te faze. Ja, vse procese, vse opravila. In vem, da to ni enostavno. V hotelirstvu, ja. Da ni enostavno tudi ostati vedno dobre volje, nasmejan, in potem, ko pride tak kup dela ali pa kup perila, pa zlikati, pa obesti in to in uno, pa ponovno vse počistiti, pospraviti. Ampak vse to je. Čakaj, imaš brate pa sestre, imaš? Imam brata. Imaš brata. Brat je bil tudi v to vključen. Starejši? Mlajši. Mlajšega brata imam. Se mi zdi, da sem pa vseeno večino tega, ne, priprava zajtrkov, kuhanje, pranje, ne, in čiščenje in sprejemanje gostov, ne, da sem bila pa jaz tista, tako kot se mi zdi, da sem bila v naši družini, tako jaz pa oče so bila tista dva, ki so bila bolj odnosi z javnostmi, ne, s tistimi, ki pridejo, so bila bolj mi dva, no, tako lahko rečem. Koliko časa je to trajalo? V bistvu ne bom točen vedela, koliko časa, ampak se mi zdi, da sigurno kakšnih 10 let. 10. Pa mogoče pa, da smo potem še tako v manjšem obsegu, ampak zdaj tega ne počnemo več. Pa še ena stvar se je tudi zgodila. Ne? Meni se je to tudi malo se mi je uprlo vse tisto, ker je bilo veliko dela s tem. Ne? Ker niso bili gostje za en teden, nekateri so bili, tisto je super, ko imaš goste, ki ostanejo en teden. In še vedno moram reči, da pridejo kdaj en par iz Nemčije, še po, to bo zdaj 30, lahko da ste bila tudi 40 let, prvikrat pri nas, malo manj, recimo 35, še vedno se oglasita vsako leto, ko prideta, ker mi zdaj ne oddajamo več. Ja. Prideta pač v sosednjo vas in sta tam, se oglasita, prideta na kavo, prineseta eno darilce in malo poklepetamo. Tako da se res vidi, da tam je bilo nekaj več. Ne? In kaj bi rekla, kaj se je to na nek način zajedlo v tebe, veš, da si, to so bila le otroška leta, ne? In točno nekaj to odneseš potem iz tega ven. Ja. Prav, kaj ti prav ta beseda gostoljubje zdaj po 30 letih to pomeni? Ja, morda sem bila jaz takrat preveč v eni osebi, ne vse tisto, ne, zdaj, če bi samo sprejemala goste, samo dajala informacije, recimo, in se z njimi komunicirala, ne, in pomagala, pri tem bi bilo lažje. Ne. Ker pa pač tudi oče in mati sta hodila v službo in ona dva sta tudi imela svoje obveznosti, tako da sem jaz prevzela nek del tega, ampak ne, da bi zdaj govorila o tem, da je bilo to neko delo za otroke, ker sem bila vseeno že dosti velika, ne, in sem lahko pripomogla k temu, me je pa tudi zgradil. In tudi dal mi je to, da se mi je malo uprla ta gospodinjstvo in to, ne, ta del, pospravljanje, sem pa vzljubila komunikacijo. In sicer tudi komunikacijo v tujih jezikih. Ne, in sem se toliko še bolj z veseljem učila angleško, nemško, italijansko, nekaj tudi špansko, pa francosko, ampak ne moram reči, da govorim te jezike. So mi pa jeziki zelo všeč in imam zelo rada komuniciram. Kako si se sploh naučila, da si sploh lahko karkoli komunicirala z njimi? Še to, ne, ker to so bili časi, ko smo imeli slovarje. Ja, ne, tiste, ja. Ne da smo mi dva zdaj neka dinozaura, ki se spominjava še teh časov. Se spomnim tega slovarčka, zelenga, debelega. Ja, ta je bil tam mal. Jaz sem imela ta velike. Okay. Jaz sem v bistvu tudi se upisala, potem sem bila že na tej srednji jezikovni šoli, ne? In
tam slovarje, se spomnim, da sem si s prvimi štipendijami kupila slovarje, veliki angleški, angleško-slovenski, slovensko-angleški, pa nemški, pa italijanski in to eno besedo za pomen dobiti je bilo treba najti v slovarju, prelistati. A to si pred gosti? Moram reči, da sem se tudi od njih učila, ne? Ker vedno znova slišiš kakšno novo besedo in takrat jo greš poiskat. Mal slutaš, kaj bi to lahko pomenilo, ker tam pred gosti nisem brskala po slovarju, pa bi lahko, recimo, ne? Lahko bi se zgovorila na nek način, pa sej, veste, ne govorim, ne? Sej gostje večinoma so presenečeni in občudujejo to, da nekdo govori v njihovem jeziku. Medtem ko oni recimo v enem tujem jeziku ne znajo dosti povedati. Ne? Ali pa pozdrav, mogoče pa še kaj druga. Ne? Tako da odprla sem se temu in da še vedno danes obožujem jaz komunikacijo. To, da z ljudmi lahko komuniciram v tujih jezikih, tudi to se mi zdi eno tako. Z neznanimi ljudmi. Ja, se mi zdi eno tako veliko bogatstvo tudi. Ne? Ja. In tudi kulturami. Ne? Ker nihče od nas ne pozna, ne ve vsega. Niti ne govori vseh jezikov. Hkrati pa imamo načine, kako mi v bistvu lahko tudi z rokami kaj povemo, pokažemo. Tako se spomnim, tudi moja mami, ona je vedno pa v bistvu se tudi na ta način se je programirala, da ona ne govori, da ona ne ve, ne zna, ne vem, italijansko in nemško, ampak se je ravno tako se ona zmenila, se je pomenila, je povedala vse tisto, kar je bilo treba povedati. Ne? Tako da se mi zdi, to, da je ena taka prednost. Pa tudi kakorkoli, katerekoli stvari se učimo, kateregakoli jezika, kjerkoli se mi rastemo, nadgrajujemo, izboljšujemo, postajamo boljši ljudje. Ja, zelo si širiš obzorja, zelo delaš širino sebe, lažje sprejmeš svet, boljše sprejmeš svet. Z izpostavitvijo drugim kulturam, drugim ljudem, neznancem. In če to znaš nekako obvladovati, potem te to res lahko, po moje, notranje ful izpolnjuje. Kako bi lahko definirala pol to besedo? Gostoljubje, ker Slovenci imamo res posebno besedo. Ja. Gostoljubje. Slovenci smo zelo posebni. Jaz pravim, da je v bistvu slovenski jezik je zelo poseben. Pa nisem slovenistka, ampak vedno tako, kakšna beseda pride, pa iz te besede se da, ne, je pot, je potencial, je odgovornost, je odgovor in imamo recimo gostoljubje, gost, ljubje. Lahko bi rekli v neki stari slovenščini tudi gost, ljub je. Ja. Da nam je ljub gost. Ne? Ja, če se vrnemo zelo v zgodovino, sprejeti nekoga na svoj dom, v večini primerov to ni bilo transakcijsko, ni bilo to proti plačilu. In to je bila res ena, bi rekel, verjetno največja oblika odprtosti do drugih. Da si nekoga res sprejel v svoj dom. Ne? Ja. Prvič si se zelo izpostavil, drugič si pa se odrekel, tako kot sem prej rekla, delu svoje svobode, svoje zasebnosti in če si mu dal še zajest delu svojega premoženja, delu svojega imetja. Tako da to je bila res izraz, nek največji izraz ljubezni do sočloveka, če tako pomisliš. In tako izgleda, po moje, pristno gostoljubje. Drži. Seveda, danes imamo tako imenovano transakcijsko gostoljubje. Transakcijsko gostoljubje jaz vidim kot gostoljubje proti plačilu. To je gostoljubje v industriji gostoljubja, ki ga večinoma poznamo. Kako ti vidiš na to stvar? Ne? Mislim, imamo transakcijsko, potem pa gremo počasi proti pristnemu gostoljubju in verjetno je tudi tisto transakcijsko gostoljubje najbolj uspešno, ki ima vsaj delček pristnega gostoljubja, tako, kot si ga ti začutila že v svojih mladih letih. Ti praviš, ne, da je v bistvu vse neke vrste transakcija, ne, in vse je v bistvu proti plačilu, ne, tukaj lahko rečem, ponovim, ne, tudi to, da res ni brezplačnega kosila, ne, tako kot radi rečemo, ponavljamo tudi za drugimi in da to dejansko v življenju tudi drži. Eno je transakcija, ne, transakcija je lahko tako kot bančna transakcija, oziroma grem na bankomat, dvignem svoj denar, ne, in v bistvu lahko mi še celo zaračunajo nek strošek, ne, te transakcije,
ampak pridem na bankomat, odtipkam svoje, kaj želim, to dobim in grem in to je bila neke vrste transakcija. Lahko pa transakcija tudi na bančnem okencu poteka na ta način, ne? Da ne dobim pozdrava, ne dobim nasmeha, me ne pogledajo in samo nekdo mi naredi neko transakcijo. Ne? In ravno tako na eni hotelski recepciji ali v nekem lokalu, kjer me ne bojo opazili, sem tam nekaj časa, pa me nihče ne opazi, pa vsi gledajo stran, ne, da tele ne bojo videli, ker imajo že tako dosti dela. Ne? In si lahko tudi mislijo svoje in lahko tudi začutimo, ne, a zdaj pa še ti, ker jih imamo itak dosti že, je že vse polno. Ne? Lahko je pa nekaj drugačnega, je pa tisto pristno, je pa kljub vsej, bom rekla, gužvi, ne, temu, da je ogromno prometa, ljudi, da ni prostora, se bojo ljudje vseeno znali odzvati, pogledati, kimati, pozdraviti. Sem vas opazila, sem vas opazil, dati tisto pozornost in sporočiti človeku, da sem vas opazil, sem vas začutil, vem, kaj potrebujete, prihajam. Ne? Samo trenutek in bom tu in je že to nekaj več, ker ve, da bo za njega poskrbljeno. Ne? Lahko se tudi zgodi, da bo pozabil. Ne? Da bo osebje, ne, se pravi nekdo, lahko je to natakar ali pa kamorkoli pridemo, ne, nekje, kjer bi nas morali sprejeti, pozabi, malo ima več drugih naročil in potem se vrne čez čas, tukaj vas imam, ne, imam za vas. Ne. In je vseeno nekaj več. Ne. Ja, pozornost. Prav bi rekla, da je pozornost je zelo, vsaj na začetku. Pozornost, mi se vsi borimo. Ja, pozornost je ziher na začetku, prva komponenta gostoljubja, da ti skaže pozornost. Je v bistvu skrb za stranko. Je ta pozornost. V prvi vrsti jaz, ki se ukvarjam tudi z mentoriranjem, izobraževanji in imam tudi en program na temo gostoljubja, ki pa samo en del tega zajame in v tem jaz iz akronima LOVE, se pravi ljubezen, v slovenščini imamo gostoljubje, ampak povezujem to z gostoljubjem s tem, da te 4 črke, ne, vsaka nekaj pomeni. Ne. L je ljubezen do storitve, do tega, kar jaz počnem. Ne. Jaz moram pa ljubezen tudi do ljudi, kar pomeni je ljubezen, ne, ta prva. Ljubezen do tega, kar počnem, ljubezen do ljudi in do tega, kar dajem in kar dobivam nazaj. O v ljubezni, v tej angleški verziji love, je odzivnost. Ne. Ta moj odziv, oziroma tudi na nek način je ta stik, ki ga jaz vzpostavljam, ne, ampak moj odziv, tako sem to poimenovala. Ne. Koliko sem odzivna, ne, koliko name čakajo, ali se jaz zelo hitro odzovem, ne, ker hiter odziv je tisti, ki je najboljši. V je vključenost. Tukaj so vključena dve stranki, dve strani, kakorkoli, ne, gost, gostitelj ali pa nek klient, pa nek, lahko je tudi to mentor ali karkoli. Mentoriranec. Ja, in vključim to stranko, ne? Vključim ga s komunikacijo, s tem, kaj ga vprašam, kaj želite, da mi pove, da mi sporoči ali mi napiše, kakorkoli, na katerkoli način se da to vključiti, kaj bi pa še želeli ali pa vprašati. Ne? Je pa ta ključni v ljubezni, angleški verziji love, je empatija. Vedno se jaz vživim v drugega. Večkrat se moram vživeti, ne? Zato da lažje izvajam to mojo storitev, da razumem, zakaj nekdo je vznemirjen, ni dobil nečesa, kar pričakuje, kar je bilo vključeno v storitev, pa se ni zgodilo, ali je nekaj zmanjkalo, karkoli, nekje je prišlo do nekega nerazumevanja. Ne? In drugače tudi komuniciram s človekom, ki se recimo lahko pritoži. Ne? Ker imamo v gostoljubju imamo ogromno različnih, toliko kot nas je ljudi, toliko je tudi različnih profilov, lahko rečem, nekih strank, kaj bo nekdo naredil, kako bo odreagiral, nekdo, verjetno kar neka večina, ne bo nič naredila, ne? Se ne bo pritožila, se ne bo jezila, bo se bolj pri sebi jezila, ne? Če nekaj ne bo v redu. Ali pa tudi, če bo v redu. Jaz sem iz te, če tako rečemo, pogal sem iz svojih izkušenj. Iz svojih izkušenj, nekaj časa si tudi rečem, sej,
recimo, da si lahko rečem, ne bom več, ne pridem več tam, nimam dobre izkušnje, ampak ne bom se ukvarjala z njimi, ne? Ker mora biti vredno mojega časa, moje energije. Ne? Pa nisem recimo nekdo, da bom hodila okoli pa govorila ljudem, da je tole pa tole morate popraviti. Ne? Včasih se zgodi, da pride kdo, ki reče, svetujem vam to in to, pa ga nihče ni vprašal. Ne? In lahko tudi ni najbolj sprejeto. Ne? Od gostov. Pa seveda. Ja. Potem pa so tisti, ki bojo pohvalili, bojo pokritizirali. V bistvu ti so najbolj uredni. Ti so največ vredni za gostitelje. Drži. Ki nekaj pojejo, pa dajo od sebe, sicer se jih da tudi, koliko pa misliš, da je pomembno, da jih spodbujate k temu, da se goste spodbuja odvisno svojemu mnenju. Jaz mislim, da je to odvisno od tega, kje smo. Ne? Če gre recimo za, da nekdo ne želi razkriti, da hodi tja, ne? Potem ne bo razkrival tega. Ne? Tam, kjer pa ljudje gremo recimo na počitnice, pa nekje pohvalimo, mora biti res dobra storitev. Res se moramo dobro počutiti tam. Ja, zmeraj težji. Dobimo pohvalo. Ja, ampak jo pa dobijo. Jaz sem dostikrat naletela na ljudi, da so mi pohvalili sodelavce, celotno ekipo, kako v bistvu radi pridejo, zato ker smo prijazni, ker smo nasmejani. Ne? Se pa vedno najde tudi kdo, ki pa ni tega doživel takega sprejema, ne? Kar pomeni, da je bil takrat na delu v službi nekdo, ki ni bil najboljše volje, ali ki si je v bistvu nadel drugačen obraz kot običajno, ni se zavedal, da je v službi vseeno gostoljubja in da služi. A se to s časom spreminja? Mislim, a so rekel danes gosti bolj zahtevni, kot so bili, kakšen občutek imaš tukaj noter? Je še težji? Jaz mislim, da smo danes vsi bolj zahtevni. Da smo tako kot ljudje postali bolj zahtevni in da je danes težje biti preprost, da nimaš toliko enih želja, enih pričakovanj, enih moram še to, pa moram še to, da je danes to težje kot kdajkoli prej, ker je toliko možnosti. Ja. In vsi prihajamo z nekimi pričakovanji in je super, če jih nimaš in da te presenetijo in da doživiš nek wow, izkušnjo, ker se je zgodil nekaj več, ker so bili ljudje pristni, prijazni. In to se zgodi včasih. Ampak danes smo zahtevni. Ja. Veliko je zahtevnih strank in predvsem tudi nekateri načini, ki so danes možni, ne, to, da vsak lahko zapiše nek komentar, da se najdejo tudi fake kritike, ne, ali pa res močne, ne, da je bila neka zelo slaba izkušnja, tudi taki so. Misliš namerne kritike? Ja, da nekdo blati tudi neko storitev, oziroma da na nek način izsiljuje lastnika. Slišala sem za take primere. Ne. Lastnike recimo nekih nastanitvenih obratov, da ni bilo to, da ni bilo tisto, da potem jih izseljujejo zaradi ocene, ki jo bojo oni dali nekje. Ja, ker verjetno percepcija, predvsem tukaj hotelirstva, pa namestitvenih kapacitet, se mi zdi, da je to zelo loč od gostoljubja. Tukaj imamo to prednost Slovenci, da je gostoljubje kot izraz ločen od hotelirstva, ker v tujini je industrija in hospitality eno in ista beseda. Tukaj se predvsem pričakuje odgovornost od gostitelja, predvsem pri temu transakcijskemu gostoljubju. Se mi zdi, da se zelo pogosto pozablja odgovornost gosta. Oba imata veliko odgovornost do uspeha tega odnosa in do uspeha nastanitve. Če je prišel gost že, rekla, slabimi nameni, da bo nekaj izsilil potem zadeva, ali pa če bo kršil pravila gostitelja, zadeva ne bo dobro končala. Tega je verjetno, predvidevam, vedno več. Neodgovornosti gosta. To, da je v bistvu odgovornost, je tudi na gostu. Zato, da ni gostitelj tisti vsemogočni in ki čisto za vse poskrbi, in zato je vedno tudi ta vključenost, ki sem jo prej omenila. Se navezujem na to, ker je eno je odzivnost, eno je to, da jaz dobro delam to storitev, da imam ljubezen in vse, in potem tudi, da se uživim, ko se bo nekdo pritožil, da res tudi skušam razumeti, kaj mi zdaj hoče s tem, a je dobro namerno.
lahko tudi ni dobro namerno. Ni vedno vse dobro namerno, ker smo ljudje, ne? In tudi včasih, ne, ni potovalo toliko ljudi. Nismo ljudje, zdaj govorim, kot da bi jaz živela, ne, že takrat in šla na počitnice, recimo, če govorimo to na začetku prejšnjega stoletja, ne, ko se je turizem recimo tudi začel razvijati, ne, v naših krajih, ne, na Gorenjskem, recimo Portorož, Bled, Toplice, vse to, niso vsi hodili na počitnice, ne, danes, bom rekla, skoraj da vsi gremo, ne. Ja, so tudi večina. Ljudje, ne, ki si tega ne morejo, res ne morejo privoščiti. So nekateri, ki grejo na počitnice po celem svetu. Ni da ni, ne, po celem svetu in večkrat na leto. Ne. Potem so tisti, ki grejo mogoče enkrat na 2 leti ali pa enkrat na leto, pa to redno ali pa 2-krat, pa za par dni in zdaj vsi potujemo, tudi z letalom. Ne. Tudi tam se je spremenilo, ne. Včasih je bilo to tam postrežba, zdaj imamo pa nizkocenovnike, ne, ki še vedno imajo tudi svojo ceno, ne. Ta potovanja. Bi rekla, da se to krepi, pa da se ta želja po potovanjih v ljudeh krepi? Ja. Ali zamira, ne, ker... Jaz zdaj govorim tako iz sebe, ne. Imam občutek, da mladi danes zelo veliko sveta vidijo že, ne. Jaz, ko sem bila recimo srednja šola, pa so bile neke izmenjave, ne, pa smo šli z vlakom na sever Nemčije, pa smo bili tam 2 tedna, pa tako sem imela priložnost, da sem bila 2-krat in sem videla nekaj, ne, kar takrat nisi videl. Danes imajo pa te izmenjave, vse te zadeve in že mladi grejo za pol leta in živijo čist drug način življenja, se spoznajo z veliko več kulturami, kot smo se mi leta nazaj in so precej bolj odprti tudi zaradi tega. Ja, ker se širijo obzorja. Izjemno. Stike z drugimi ljudmi, z drugimi pričakovanji, vrednotami in tako naprej. Točno, ker potovanje je res, vsak evro, ki ga mi vložimo v neka izkušnje in potovanja, ne, je nekaj, kar nas res lahko obogati, kar nas ogromno nauči. Kaj bi rekla, kaj nas vleče? Zdaj nas verjetno ne vleče neka, tam bom pa, ne vem, se vrgel dol, pa užival, pa ne bom na nič mislil. Mislim, nekaj je zihar to, da odložiš na hrbtnik in greš nekam drugam. Sam ne vem, če je to tista primarna uživancija kot taka. Primarno vzgib za potovanje. Ja, kaj je tisto, je dobro vprašanje, kaj je tisto, kar nas vleče, ker nas res vleče. Ne? Jaz recimo, vem, z možem midva morava enkrat na leto v Grčijo. Nekako to naj vleče tja. Ne? Greva vsakič nekako poskušava iti na drug otok, včasih se na kakšnega tudi vrneva, pa tudi v iste lokale se vrneva, zato ki je bilo dobro. Jaz upam, da ni to, pri večini upam, da ni to, da morajo biti možgani na off, ne? In da vse tisto, kar mora biti na nekih slikcah za Instagram in ostala omrežja, ne, kjer v bistvu se malo kažemo, kjer kažemo lahko neko super sliko, vse pa vedno ni tako super. Ne? Tudi na počitnicah je lahko kaj malo manj super, pa tega ne pokažemo. Verjamem, da moj brat je nekaj mi že zelo dolgo nazaj, ker sem želela nekaj, pa nisem takrat uspela tega dobiti, pa zrealizirati, mi je rekel, veš kaj, nobeden se še ni vrnil ful pameten, ne, pa ne vem kako napredoval z tega, ker je šel za 2 tedna v Miami Beach in tam ležal na plaži in žural in ne vem kaj vse. Ne. Je v bistvu je odvisno od načina, kako mi spoznavamo. Ne. Jaz poznam ljudi, ki dejansko so že skoraj cel svet prepotovali, pa grejo zdaj še na tiste kotičke, ki so daleč, pa ki jih še niso odkrili, in jih dejansko vleče to, da spoznavajo, da vidijo. Da odkrivajo nekaj novega, neznanega. In svet je res lep, je raznolik, ima pa tudi svoje pasti, ne? Tudi turizem, ne? Ko gremo. Ne? In ima tudi neke negativne plati turizem. Zdaj, eni potujejo, ampak potujejo tudi z nekimi nameni, ki niso čist najbolj odgovorni. Ne? Ja, zagotovo. Vse to je tisto, ker vsak gost, ki pride gostitelju, ima nek namen. In običajno gostitelju je to neznano. V večini primerov. Ja, s časoma... Ker ne more, mislim, dobro, če se vrača gost, polja, ampak v večini primerov pa ne ve točno, kaj je bil tisti glavni vzgib. Mislim, se ne vem, ali je to sploh pomembno za gostitelje, ali ni. Če res hoče skrbijo
imeti odnos z gostom, ampak to je res težka stvar, se mi zdi. Tak kontekst. Se pravi, jaz sem tukaj malo namigvala na te temne plati turizma, kjer gostitelji pa s časoma vidijo in ugotovijo, kaj je zadaj, ne, in kaj se tukaj res dogaja. Ne. Tako da, kaj je tisto, kar nas vleče? Mene vleče, da moram nekaj novega videti, ne, pa tudi tisto, kar je tam drugačno, me vleče. Predvsem se pa vedno od ljudi nekaj naučim, ne, kako v bistvu oni funkcionirajo čist drugače kot mi. Ne? Ja, to je super pristop k potovanjem, ampak če pa tako pogledal, pa verjetno pozna ogromno ljudi, ki vedno gre na isto mest, zato da je čim manj stresa. Ti greš nekam na neznan kraj, ne veš, že prvič ne veš, v kakšno nastanitev boš prišel. Ja. Koliko je to danes stresa, že sam izbrati nastanitev, da je res nekje po tvojih pričakovanjih, pa tvojih standardih. Tak ima svoje. Ampak to je kar stres, prideš nekam in dejansko ni tako, kot si si to predstavljal. Ogromno imamo zapovedati na to temo in tudi jaz rečem, da in se zavedam, da ta odgovornost, ki jo mora nekdo recimo v družini prevzeti, kam bomo šli, ne, in nastanitev našli, ne, in to je, če pol ni to tako, ne, meni se je zgodilo enkrat, da sem jaz pač šlo za Italijo, tam okoli Napolija, ne, sem jaz našla nastanitev. In potem moja dva fanta, mož in njegov sin, ugotovita, iščeta po Google Maps, da je to čist nekje v enih propadlem okolju, tako okolica Napolija, nekih, ne vem, 15 km ven iz Napolija, da imena kraja se ne spomnim več, ampak da tam vodi čisto samo ena čudna pot in vse okoli so neke razbitine, ne, kar lahko vidiš tudi slike. Ne, in dejansko pa sem bila jaz tako mal zaskrbljena, sem rekla, ma kaj to, kakšna na tega, ne, na Bookingu in tako. Potem smo pa mi prišli tja in je dejansko pot je bila do tja zelo zanimiva, ne, ko smo šli, smo rekla, ne, to bo vse v redu, jaz vedno pozitivna pričakovanja, gremo in je bil čudovita hiša, stanovanje, prostor, je pa res, da je bilo okolje, ki je bilo malo res tako propadlo izgledalo, ne, ampak je bilo vse ok, vse v redu, ne, lahko pa tudi ne bi bilo, ne. Ampak moram reči, da to je bila moja odgovornost, ne? Ker sem jo jaz prevzela takrat. Ne? In dejansko tudi, ko gremo na podlagi nekih katalogov in vsega tega, ne? Je nekaj prikazano boljše, kot je potem v resnici. To sem mislil, koliko je tega, to bi bila spet lahko tema za pogovor, koliko je tega zavajanja na vseh teh OTA pa rezervacijskih portalih. Ja, koliko sploh še zaupamo tem, kaj je res, pa kaj ni, ker se da s tehnologijo vse to tako izboljšati. Pa... Zaupanje je dobro, je pomembno. Ker če ga nimamo, pol smo kar skozi v stresu, pa v nekih skrbeh. Ne? Ampak da zaupamo zaupanja vrednim kanalom, agencijam, oziroma tudi svojemu občutku in temu, kar raziskujem. Raziskovanje pa terja čas. Ne? Se zelo poglobiš v komentarje, revije, mislim, ocene, mnenja, ne? Jaz ne, počne pa to moj mož. On in jaz njemu prepustim odgovornost, da izbere, recimo, ko sva v nekem kraju, ki sva na dopustu, kam bova šla jesti. Pa tudi recimo tukaj doma, ki smo, ne, če gremo kam, radi gremo nekam, kjer je nekaj novega. Tako. In on to vedno odkrije, je v tem zelo dober, da odkrije nekaj novega. In on bere te komentarje in potem tudi meni kaj prebere. In pač mora biti ocena nekje, pravi tam 4,7, 4,8, jaz tudi pravim 5 ne sme biti. Kaj gleda, TripAdvisor? Okay. Mislim, da gleda na Googlu, tudi TripAdvisor mislim, da ne gleda, da gleda bolj te Google reviewje. Ja. Pa tudi pogleda na stran od, recimo, če to na Facebooku stran, ali pa na Instagramu stran, pa malo tam vse pogleda. Booking pa ne gleda. Za nastanitve, okay. Za kraj sam po sebi. Tukaj sem bolj jaz našla neke zadeve, ne? Pa potem njemu dam v mal presojo, mal poglej tole, kako se ti zdi, pa se potem skupaj odločva, ne? Ali bo vzela to, da je lokacija, ali bo vzela to, da je mal boljša nastanitev. Ne? To greš ta res v research, se pravi, ne greš ta sam v nastanitev, ampak tudi še kraj sam po sebi. Jaz sem tako rekla, že nekaj, kar meni vzame.
en dan ali pa en teden, pa da se ne moramo odločiti, je to en research, ki je ogromno časa šlo. To je malo preveč, ne? Zato, ker toliko drugih stvari imamo za početi, jih počnemo in nas čakajo. Jaz res, se strinjam in je super, da imaš nekoga, da ti pove, lej, tam je pa takole, pa super, pa slikce, ti pokaže, kje lani je bil, pa greš pa ti tja na dopust. Ne? To bi bilo zelo enostavno, samo ni vedno tako. No? Ja, ni tako, ker tam piše, pa vedno najdeš neke slabe revije, veš. Ja, zdaj moraš tehtati med dobrimi pa slabimi. Skušam pobrskati, so bili slabi reviji, ki je, ne, ampak so bili tudi z razlogom. Ne, ko recimo je nekdo vrgel iz lokala družino, mislim, da se spomnim, da to sva lani gledala iz enega lokala, ki potem niso uspela iti tja jesti, ampak je bila ena taka domača trattorija, jih je vrgel iz lokala, zato ker so mu spreminjali, so prestavljali mize, stole, brez da bi z njim, ne, in pač to je bila, v bistvu, to je bil nek tak domač lokal, ne, kot da priješ k meni na dvorišče doma in mi postavimo in tam imamo in gostimo, ne, samo recimo v poletni sezoni nekaj, ne, in jih je vrgel ven. In pol so to oni napisali, tak review, ja, in seveda, moj mož se je tudi strinjal, ne, seveda, to je tudi. Ne. A to je pol gostitelj odgovoril, pol, da sta to videla, kaj je bil odgovor, ja, seveda, ne, ker sej, mislim, za vso pravico. Za vso pravico, če ti meni ne prideš, mi spreminjaš postavitev, vse, kar imam tam, ne, neko imovino, ne, karkoli, in brez da je to v nekem dogovoru, ne moreš to, ne, to pa vseeno, vse ima svoje meje, ne. S kakšno pravico, s kakšno odgovornostjo tudi, ne, nekaj počnemo. Za nekaj so itak osnovne standardi obnašanja, ki so vsem znani. To je že osnova, kar je odgovornost gosta. Ja. Drugo pa, a so gostem sploh znana pravila gostitelja in okviri, do katerih je, a smo sploh skomunicirani z njim? Ja, ampak zdaj, če se vrnem res samo na ta primer, ne, tudi neki bonton je neka kultura. To je bonton, to so osnovno, to je standard obnašanja. Ja. In tudi skozi moje izkušnje, ne, sem jaz tudi ugotovila in v ta moj program, ki ga imam zlat trikotnik, ki vodi do neke vrhunske storitve. Eno je komunikacija. To je en del, ki je zelo širok del, kako mi nekaj skomuniciramo, ne, vemo, povemo. Pol je bonton, ker so neka pravila, pisana, nepisana, ki vemo, ne, do kje je meja, dokot lahko gremo in kaj je sploh še sprejemljivo. In potem je gostoljubje, kako mi sprejmemo. Z vsemi temi, to je en tak zlat trikotnik, jaz pravim. Komunikacija, bonton in gostoljubje in vse to, ko mi to lepo združimo, uporabljamo, izvajamo, imamo mi lahko neko dobro storitev. Ni to samo transakcija. Sej, mi tudi s tem, da se držimo nekih pravil komunikacije, pa nekih pravil bontona, pa tisto, kar je recimo zapovedano nekje, kako moram jaz gosta sprejeti, recimo v neki organizaciji, v neki veliki, recimo korporaciji, v neki strukturi, kjer imamo vse napisano, so pravilniki in ne, se jih je treba držati in nasmeh mora biti tak, ne, recimo do katere širine. Ampak to je za osebje, gost ne ve. Gost ne ve. Ne, seveda, in osebje si lahko privošči, da tega se ne drži, ker gost sej ne bo vedel, sej ne ve, ne? Ampak je pa veliko bolje, ko jaz to vse delam, ne? Ko jaz izvajam, ko sem lahko pristna v tem. Ampak to so pravila. Pa če delaš iz sebe, je pa nekaj drugega. Lahko greš po pravilih in izvajaš korporativna pravila in je še vedno nekak gost postrežen, tako kot mora biti. Ja. Pa govorijo o pristnem odnosu, da ti je mar do tega, pa na drugem nivoju. Ja. No, zdaj smo prišla tam, da ti je mar. Ne? To je pomembno. Da ti je mar, da imaš to skrb, da je nekomu dobro ob tebi. To je, kako se nekdo počuti, ko je v neki, lahko rečemo, transakciji oziroma v neki komunikaciji s tabo. Ne? Ko pride in nekdo se počuti odlično, ga vidiš že tam takoj, ko pride skozi vrata, ko se pripelje na parkirišče, ga že nekdo sprejme, pride in ga tako pozdraviš z očmi, mu nekako pokimaš in mu izrečeš dobrodošlico, ko ga zagledaš. Čeprav imaš pred sabo nekoga človeka in si samo za trenutek spet pozdravil nekoga, ki se je vrnil recimo in ga poznaš, ali pa ga prepoznal, ker je prišel. Ne? In to je lahko pristno.
nekateri pa znajo biti pristni tudi v tem, da ne bojo zagledali, da bojo namerno fokusirani v tisto, ker je tisto tam najbolj pomembna stvar. To je zelo utrujajoče, drugače. Lahko. Jaz mislim, da je... Ne vem, koliko ur dnevno to izvajaš, to ne vem, je to sploh možno. Da si res non-stop v fokusu in prepoznavaš človeku, kako se počuti in pa se ti prilagajaš in da je to minuto si tako, čez 5 minut si drugač. To je zelo težko. Ja, imaš prav. Je v bistvu pomen zahteva tvojo pozornost. Ne? Pa z leti, ne? Dlje kot nekaj časa počnemo, dlje časa kot mi to storitev izvajamo, boljši postajamo v tem. Razen v primeru, ko smo se odločili, da naredim samo to, kar moram narediti in da nič sebe ne dodamo, to, da kvečemu zatrem neko stvar, ne? Da v bistvu se ne nasmehnem, sem malo tako, mogoče celo odrezava, ne? Recimo rečem na drugačen način, dober dan, ali pa sploh ne rečem. Ja, zato imaš svoje razloge. Ja, sej ti razlogi so pa nekaj. Ne? Vsi imamo neke svoje razloge, vsi imamo pa tudi, jaz pravim, imamo svojo pravico, da imamo svoje razloge. Hkrati imamo tudi eno izjemno svobodo izbire. Ne? To pomeni, da izberem. Ne? V tem je svoboda, da jaz lahko izbiram, da zavestno izbiram, kakšna sem, ko nekaj počnem. Kaj dam noter, koliko sebe dam v to. Saj se ne razdajamo tako na 120 ali pa na 100%, ko smo samo tam, opazimo človeka, mu damo pozornost, ga sprejmemo, pozdravimo. Jaz mislim, da to je že bonton. To je bonton, je neka osnovna kultura komunikacije. Ampak niti treba. Tudi ta, je govorica telesa že ta, ker v bistvu ne rabim niti besed, tudi če ne znam pozdraviti nekoga v, ne vem, turškem jeziku, ne, recimo prihajajo tudi turški gostje, seveda ne, oni govorijo angleško ali pa govorijo tudi kakšen drug jezik, pa vseeno jih pozdravim in vidijo, da so bili zaznani, sprejeti, ne, in želim povedati to, da se vsak dan mi odločimo, kako se kažemo, ker mi vedno kažemo sebe. Mi ne kažemo zdaj s tem, nekdo, ki je na nekem mestu, recimo v eni veliki organizaciji, kaže sebe, malo tudi vrže neko slabo luč na to organizacijo, s tem, ko mogoče mu kdo prisluhne ali se celo pritožuje, ker so pač neko pritoževanje, kritiziranje, mogoče tudi nekih pravil v organizaciji, so tudi ljudje, ki si to dovolijo, ki z gostom na negativen način komunicirajo, in v bistvu grejo čist na drugo stran tega, druga plat gostoljubja, ker vsaka... zelo ostro postavljajo meje, pa prehitro mogoče. Ja, prehitro nekako sklepajo, ali pa se ne počutijo tudi dobro tam, kjer so. Ker... Kako se oni počutijo tam, pa kakšen je odnos z lastnikom, delodajalcem, in to je boj spet cel nov spekter nekih odnosov. In so spet pri gostoljubju. Ker zdaj, če gostoljubje ni samo v panogi gostoljubja, oziroma v panogi industriji namestitev oziroma hotelirstva. Sej, če nekdo pride k tebi na obisk, na vsak način hočeš biti čim bolj gostoljubna. Jaz to vidim, mislim, iz svojih odnosov, ne glede na to, kako se nek človek recimo obnaša izven svojega doma, če boš prišel k njemu na obisk, tam bo čist drug. Tam bo res naredil vse, da se boš ti počutil kot, mislim, čim boljš. Kaj ti misliš, da ta gostoljubje je prav res ukoreninjeno v nas? Prav, če pride nekdo k nam na obisk prav na dom, tam se res potrudimo, da dobro izpademo, da se dobro počutimo. Vse naredimo, veliko naredimo, tako bom rekla. Kaj pa zdaj ta vzgib, da tam pa gre vse lahko od nas? Zakaj mi to naredimo? To zato, ker se mi zdi, nas tudi malo skrbi. Vedno je prisotno vse tisto, kar je v nas, tudi tako malo podzavestno. Kaj bojo rekli? Kaj bojo drugi rekli? Eno je, kako imam jaz pospravljen, ali imam, ali nimam čisto v redu vse. Potem, če imamo domače živali, nekaterim to je, nekaterim ni, ker če pridemo v dom nekoga. Zelo
se želimo prikazati, se mi zdi, da nekaj mora biti tako urejeno. Ne? Po nekih standardih. Ja, zato da mi dobro izpademo. Ne? Zdaj, če pa v bistvu tega recimo, da ne bi uspel, je pa tista druga. A se upamo pokazati tako, kot v resnici smo? Ne? Ja, marsikdo se mi zdi tudi, da si to upa. No? Ja, sem zdaj pa si spet tam. Tukaj sem spet pri bontonu, a veš, kaj so standardi? A boš ti, zdaj tukaj je čist preprost standard, ne vem, a res ne boš nič pospravil? Recimo, da imaš vse razmeten, koliko je zdaj tukaj spoštovanja do obiska, če to tebi ni mar. Ja, zdaj odvisen. Tukaj vedno je ta bonton je vedno nekje meja, dokje res gre bonton, pol pa kje pa pretiravamo. A ne, tukaj se tudi postavi meja, ali ta bonton don spada, pa se ti meje rahlajo, kaj je res potreben narediti, pa kaj gremo pol zaradi, kot si rekla, kaj si bojo mislili nas. To je vedno bolj pomemben. Jaz mislim, da bonton je vedno bil, vedno bo in da ne zgublja na svoji veljavi, ko ga recimo kdo ne uporablja, ne pozna, recimo, ne? In ne rabimo mi nič dokazovati, da pa mi nekaj vemo, ne, o tem. Ima svojo veljavo. Ima nek svoj, je to neka dodana vrednost nečemu, ne, ko ga poznamo, recimo tudi, ko pridemo k nekomu, ne, nekaj prinesemo, neko majhno darilo, saj nekaj, ne, gostitelju, gostiteljici in smo tudi kot gostje, ne, smo nekako, imamo neko ljubezen, ne, imamo tisto gostoljubje v sebi, kaj lahko pridem, prinesem, dam, ne tisti dam, dobim, moram, spoštovanje, ja, neka pozornost je. Ja, spet je neka pozornost, ne, sem v bistvu poslušala nekoga, sem mu prinesla neko stvar, ne, zato ker se bomo zdaj skupaj družili in ja, gostoljubni smo, Slovenci smo zelo gostoljubni. Misliš, da drugi narodi? Seveda so. Drugi še bolj. Ko rečemo, da še bolj. Ja, ker mi Slovenci vedno govorimo, da smo gostoljubni, ampak ja, turizem smo ljudje, ne? Ker drugi res niso. Turizem smo ljudje, ampak to res drži. Turizem in gostoljubje. Vse to smo mi ljudje. Ker smo ljudje. Ker gostoljubje, zdaj tukaj so že šla lepo ven iz industrije hotelirstva in namestitev v gostoljubje kot odnos. V vsakdanjem življenju. Ker gostoljubje, večina ljudi na gostoljubje pomisli na industrijo, namestitev. Ja, tam je gostoljubje, tam mora biti gostoljubje. Ampak gostoljubje je vsakodnevni odnos, komarkoli. Kako bi ti to vidiš na to? Jaz pravim in vidim in vem in sem tudi prepričana, da gostoljubje je čisto povsod, je tudi v tistih drugih dejavnostih. Ne? Ko pridem, ne vem, v nek salon, ko si gremo gledati lahko nov avtomobil, recimo, ali pa pridem v nek dom upokojencev, kjer skrbijo za starejše, ne? Kjer je njihov nek zadnji dom, ali pa tudi lahko je v neki bolnici, ne? Je drugačno, je neka storitev tam, je nek odnos in vsak nek tak odnos je gostoljubje, ali pa ni. Mislim, gostoljubje je že med človekama, ki se imata rada. Sej, ja. Že tam je lahko odnos transakcijski, nekaj daš in nekaj pričakuješ od tega. Pa gre izključno za gostoljubje. Pristno gostoljubje pa pomeni, da odnos ni več transakcijski, kar pomeni, da v zameno nekaj pričakuješ. In takrat bi lahko rekla, da gre za pristno ljubezen. In gre za to, zagotovo gre v vsakem odnosu, gre za to, ne? Za neko. Zdaj, če lahko temu rečemo gostoljubje, je pa res to ljubezen. Mislim, gostoljubje, v bistvu ljubezen je ljubezen do drugega. Se mi zdi, da ta ljubezen je še nad gostoljubjem, ne? Je še veliko večja od gostoljubja, ampak je v gostoljubju. In v tem gostoljubju je tudi to, da jaz poslušam drugega in jaz vem in slišim to in bom naredila ta korak in poskrbela za to, zato ker je to nekomu pomembno. Čeprav meni recimo ni, ne, pa recimo, da bom šla gledat opero, pa recimo, da bi mož šel z mano v opero, pa da on ni ljubitelj tega, ne, sej bi šel, vem točno, da bi šel, bo šel z velikim veseljem, ne, če se bom jaz odločila, greva v opero, greva nekaj pogledat, ne.
Zato, ker je meni to pomembno, zato, ker bi jaz to želela videti in ogromno stvari se lahko zgodi na ta način, ker je meni pomembno in ker je njemu pomembno. Ampak je neko ravnotežje, ravnovesje v tem, da enkrat so stvari, ki so meni pomembne, drugi so stvari, ki so njemu pomembne, se pravi drugemu, partnerju v odnosu. In to je ljubezen. Je način odnosa, je gostoljubje, je oblika odnosa z nekom. Ja. In tudi komunikacija. In sej ti praviš, komunikacija je moč. Kaj s tem misliš? Ja, komunikacija je tako. Pravijo, da je to mehka veščina, tako jo uvrščamo. Zdaj, trde veščine, verjetno, katere trde, verjetno so že kung fu, karate, jiu-jitsu, ne vem, katere bi še bile pol trde, ne vem, če komunikacija. Ampak, kadarkoli se jaz pogovarjam z udeleženci na delavnicah, ko o tem razmišljajo, in ko govorimo o besedah in o moči komunikacije, povejo, da besede so tako močne, da udarijo, da ubijajo in da se zarežejo. In to so že to so močne besede, ki sem jih zdaj uporabljala. Ker pomeni, da komunikacija ima neko moč. In ta moč jo imamo mi v sebi, ker mi komuniciramo. Ni, da komunikacija sama komunicira, mi komuniciramo. Jaz nekaj povem. Ali pa meni nekdo nekaj reče. In je to v tem, da nekdo te udari, lahko v nekem odnosu, nekdo ti pa reče eno besedo, te pogleda in bo bolelo. Bo bolj bolelo kot nek udarec, ki je fizičen udarec, lahko tudi. Zato je res tako, komunikacija je vsa vsebina, je vse, kar je. Je nebesedna in potem je ta naša besedna, ki jo zaznavamo tako. Zdaj, prvi vtis, ki ga ustvarjamo, v glavnem je večinoma vse to, kar vidimo, kar je neverbalno, kar je gibanje, kar je nek stik z očmi, mimika in vse to. Besede zdaj bolj malo slišimo, tudi ko se predstavimo drugemu. Zdaj včasih, če ne ponovimo, ali pa če nimamo kakšnega trika takega, da si zapomnimo ime sogovornika, ali pa vsaj nekaj besede zelo hitro pozabimo. Potem je še ton, kako mi nekaj povemo. A smo tiho v tistem trenutku, ko je nekaj odločilno in vemo, da moramo biti tiho, ali pa tako želimo veliko več povedati in tako. In ja, komunikacija je, tako bom rekla, jaz tudi pravim, da je kraljica. Je tudi tako kot bonton. In tudi, se je treba naučiti. Gostoljubje se mi zdi, da to so vse veščine. Ja. Mi se tega vse učimo, lahko se tega naučimo, je pa res, da imamo veliko pa že v sebi. Da je pristno, ja. Tisto, kar je pristno, imam pa jaz v sebi. Tukaj bi rada povedala še to, da je nekaj, kar si jaz dovolim, da pride iz mene. In to je spet moja izbira. A si jaz dovolim, da sem pristna, ali pa raje nisem pristna. Ja, spet so pri standardih, ki se konča sprejemljiva komunikacija ali pa sprejemljiv način obnašanja. Nesprejemljiv način. In če je pristen nesprejemljiv način, potem moraš se najprej sploh naučiti, pa potem biti nepristen, ker je verjetno boljš biti nepristen. Ja. Pa na nivoju kot pristen, pa ne na nivoju, kar ni več sprejemljiv. Mislim, koliko pa tega vidiš, koliko ta nivo pada, ali to kaj začutiš. Nivo komunikacije, nivo kaj je sprejemljivo, pa kaj ni sprejemljivo. Tako kot bontono. Jaz, to je tudi eno tako vprašanje, ki odpira zelo ogromno enih zadev. Jaz mislim, da nivo pada. Jaz to čutim, da tako kot nekje en nivo raste, tudi te komunikacije, ker je, ali pa nivo gostoljubja tudi, oziroma kakovosti neke storitve, to, kar mi dobimo, pa recimo, da moramo danes, da so te res kakovostne in dobre storitve so precej drage in da so tam nekje v enem srednjem razredu na voljo je manj dobrih tako storitev, ki imajo neko dobro razmerje, kakovost cena. To razmerje, da je čisto pravo, običajno, dostikrat ugotovimo, da nismo bili dobro postreženi. Jaz se tako malo pri sebi tudi ugotavljam, ko smo nekam šli. Da je bilo malo, ni bilo vse dobro, tudi recimo neka hrana, recimo nekako pripravljena, da ni bilo vse čisto na tistem nivoju, pa nismo imeli velikih pričakovanj že v štartu. Pa ni bilo, zato ker nekje šepa.
ali v kuhinji, ali pri osebju, se pravi v strežbi, ali v tem, da je tam je neka prevelika frekvenca obiskov in da pač ne zmorejo. Ker je preveč vsega. Preveč vsega in ne zmorejo in ljudje tudi grejo čez neke svoje meje. Ne? Jaz mislim, da tudi nivo komunikacije, da tudi pri gostih ta nivo pa še hitreje pada. Pada, tako. Ne? Zdaj, to so moja opažanja. Nimam podatkov o nekih raziskavah, ampak vsi v bistvu lahko malo pomislimo na to, ko pridemo nekam in kako si jaz zapomnim, ko pridem nekam, kjer v bistvu pa lahko to na neki bencinski črpalki, me lepo pozdravijo, ta transakcija, ki je v bistvu dosti transakcija, tisto, vaša kartica, imate našo kartico, to ono, kako lahko to lepo poteka in kako ti nekdo še zaželi srečno vožnjo in lep dan ali pa lep večer, ali pa kako je nekaj čist transakcijsko, in je čist brez duše, brez vsega karkoli. Ljudje smo bitja, ki rabimo neko pozornost. Pa ne, da bi jaz prišla tja, da bi res nekaj rabila, ampak mi je lepo. Da te dotakne, če nekaj več. Ko je nekdo, ali pa ko nekdo vlada, jaz moram reči, da sem zadnjič bila na eni bencinski črpalki, ki mi zdaj ravno to prišlo in je bila ena študentka. Ki je imela napis študentka, ime in je bila prijazna. Je obvladala tam tiste stvari. In sem jo prav pohvalila. Sem rekla, morala sem jo pohvaliti. Sem rekla, ste študentka in tako ste prijazni, tako lepo delate, obvladate, jaz vikam. Tudi mlade ljudi, ker vemo, da to tako je. Mislim, ko se ne poznamo. Ne bom rekla, kako si, ampak pa tudi če bom nekam prišla, pa bojo mene vikali na pol, ta polvikalna oblika, je tudi, jo jaz občutim tako, kot da me hočeš vikati, hkrati me pa nočeš in me v bistvu na nek način... Ali pa nisi navajen tega, nekako čutiš, da je pravilno, ampak ni to v tebi, ker pač tega ne prakticiraš, ker to res redko še prakticiramo. Ja, ampak ko pride gost, to je pa druga stvar, to je pa profesionalizem. Lahko tudi, ne vem, pridem na banko, pridem k zdravniku, pa sej me ne bojo tikali, me bojo vikali. In jaz tudi njih. Ali kamorkoli se mi zdi, da vsem, če se ne poznamo, se moramo vikati. In to je nek nivo komunikacije. Ko mi pa pride nekdo, pa bo rekel, daj ti meni to, ne vem, mislim, da to ni noben nivo. Ampak tega je danes veliko. Ljudje se zmeraj več dovolijo tako, mislim. Včasih se niso se upal, zdaj pa lahko rečeš, kar hočeš, pa je že kar nekako spremljiv. Če res ni nesramno. Zna biti dosti tega tudi, recimo, ko vidimo v trgovinah, v vrsti pred blagajno, ko nekdo rine z vozičkom vate, in pač obstaja nek prostor, ki je pa res ne posegamo, kar tako. Mislim, že na cesti mislim, se hvala Bogu še nisem doživel, ampak že v Sloveniji kar grejo ljudi z avtov in te nadirati. Tam, to sem ravno zadnjič poslušal. Tukaj v Kranju, na Rondoju, na Krožnem je prišel ven in začel enega nadirati. Na Krožnem? Na Krožnem. Sred, mislim, to res vidiš nivo, kam gremo. So ljudje totalno nestrpni, nervozni. To je nekaj. Ja, tako prav v zraku je to. Da te prekinjam, ampak mi toliko enih stvari tudi v meni se vzbudi v tem času. Res tisto, zdaj tudi potrjuješ to, kar sem rekla, nivo komunikacije pada. Ne povsod, ne moramo posploševati, ampak jaz sem vesela, ko vidim, da nekje je en nivo. Da so tudi da so prijazni in da so pristno prijazni, ne zato, ker morajo biti prijazni, ampak zato, ker jim je mar. To je tisto. Zato, ker jim je mar, pa tudi zato, ker jaz vsakomur rečem, ko v bistvu govorimo o gostoljubju, ko razmišljamo o tem, to je boljše za mene, za tistega, ki izvaja storitev. Da sem jaz dober s tem, kar delam, govorim, kažem, je tudi meni lažje. Sej nikomur ni lahko, če se spravi v neko tako držo, da zdaj bo pa tako mogoče malo odrezal, redkobeseden, ne bo se smejal, kar tako, samo zato, ker je prišel. Boljš se počutiš. Mislim, več pozitivnih vidikov je definitivno, če si gostoljuben, ker mislim, ni samo transakcijsko, se pravi, da imaš nekaj več od tega, ne vem, pa še nekaj več kupil pa naročil.
Dejansko se boš počutiš, ne? Če vidiš, da je stranka zadovoljna. Ja. Pa ne sem stranka, kakršen koli odnos. Zdaj, če se vrnemo nazaj na tvoje delavnice, pa coaching, kaj se mora zgoditi v človeku, da sploh spozna, da rabi nekaj. A veš, to je že danes, že to, da ljudje spoznajo, da rabijo mečkaj mogoče neke boljše veščine komunikacije, daj pridejo, ali pa da se morajo sploh, da pride do neke, da rabijo osebnostno rast, karkoli že to pomeni osebnostno rast, to je tako širok pojem. Ali pa sploh osebno transformacijo. Mislim, kaj se mora zgoditi, da ljudje pridejo na tvoje delavnice? To je dobro vprašanje. Zato, ker ko gre za delavnico, recimo, da je to komunikacija, bonton, gostoljubje in sploh odličnost v komunikaciji, v glavnem delam z zaposlenimi, ne, na to temo in to pridejo, zato ker so jih v podjetju poslali na to. Oni imajo pač nek sklop izobraževanj in potem jih jaz tudi vprašam, ne, in mi povejo, ne, da ja, so mislili, kaj to zdaj komunikacija, kaj to zdaj meni rabi, ma brezveze, ne, kar neki, ne. Ampak dejstvo je to, da mi komunicirati se pa tudi nismo učili, smo se na nek način, ampak se je tudi nekaj v nas, ne, zapekali enkrat v otroštvu, ko so nam rekli, ne, takrat, ko se vse zgodi v tistih, ne, do 6, 7, 8 let, ne, ko si zelo vtisne vse v nas in si mi to zapomnimo in potem od tam nosimo neke rane, neke bolečine, pa tudi neke strahove in hkrati tudi neke blokade, ne. In nekdo si ne upa recimo javno nastopati, nekdo ne pove nečesa. Zadnjič, prav nedavno tega sem govorila z eno mlado žensko, ki je povedala, koliko jo je v bistvu to, da si ni upala povedati, ker je imela eno govorno napako, ki jo jaz sploh jo ni bilo več slišati. Ampak meni ni bila moteča, ker jaz ne dajem nekih sodb in tega, ne? Ampak pač vsakogar sprejmem tako, kot je, seveda z vso to željo in voljo in strastjo, da mu pomagam, kakor mu lahko, ne. In je imela v bistvu R-ja ni izgovorila tako, prav zelo čisto ga ni znala izgovoriti in hkrati zaradi tega je ona v šoli, ko je bil je primer ta, da je bila vprašana za 4 ali 5, ne, in ni dvignila roke takrat, ne, da bi imela 5 zaključeno, ker je bil odgovor marmor in granit. Mislim, groza. Meni je bilo, mislim, take stvari, ne. Mislim, da bi si v bistvu v tistem, ne, bila malo iznajdljiva, pa bi rekla, jaz vem, se javim, pridem, napišem na tablo. In potem povem razlog, zakaj ne bom izgovorila tega, ne, ker imam neko blokado in si ne upam, ker se bojo smejali ali bojo nekaj rekli na to temo, ne. In zato v bistvu ljudje imajo to nekaj ker kaj pa je tisto, kar bi rabili? Kdaj mi pridemo do tega, kar rabimo? Ne, jaz vem, da sem si želela na marsikatero izobraževanje, pa ni bilo časa, ni bilo denarja, recimo ene stvari so tudi, res imajo neko svojo ceno in če ti želiš, ne, neke res stvari se učiti, pa tudi recimo kje v tujini in to, in sem zelo cenila vsako stvar, na katero sem lahko šla, ker vem, da sem se vedno vsaki stvari lahko naučila. In zelo zanimivo mi je to, da večina ima nek tak odnos, kaj pa jaz tukaj, ne, bom in rabim, ne, zato ker ko mi začnemo delati, vsak se predstavi in že iz tega, ko se nekdo predstavi, jaz ugotovim, kaj je v bistvu tisto, kar rabi. Tudi vprašam, kaj pa je tisto, kar pričakuješ, kar si želiš naučiti, ne vem, izboljšati in to. In potem skozi skupinsko delo, recimo, da delamo na tem, zato da vsak na koncu dobi tisto, da se na koncu tudi predstavi, da je na nek način ponosen nase. In v tako neko največje zadoščenje mi je, ko pride nekdo, ki je bil pred časom, pa pove, da je že zdaj začel nekaj poslušati, nekaj delati, ali pa brati eno knjigo, recimo, ki sem jo omenjala, ki sem jo priporočila, in da je naredil že zdaj neke korake. Ali pa da so mu že zdaj povedali, da drugače komunicira. Sej, kaj pa je tista sprememba, ki jo, v tem primeru na delavnici pridejo ljudje, ki so z nič pričakovanj, pa kaj mi tega treba. Ja. Prav, zdaj že sem to, da se jih premakne nekam, je verjetno ogromen dosežek. Ja. Kaj je tista sprememba, ki jo najpogosteje vidiš, ali pa ki jo najrajši vidiš? Najraj vidim, da so na koncu ponosni na sebe. Na to, ko v bistvu vidijo,
do vse so že bili, skozi kaj vse so že šli in na kateri točki so danes in kaj vse še lahko naredijo. Ko si tudi naredijo plan in ko začnejo najprej s sabo bolj komunicirati. Ker večina si tako, pa tudi pred drugimi ne bojo priznali, da s sabo pa tudi ne komunicirajo najbolje. Ker tega nas pa tudi niso spodbujali v to, da bi bili ponosni na sebe. Ja, to smo pa Slovenci. V tem okolju smo bili pač tako vzgajani v takem času, taki časi so bili, tako rečemo. In tako je bilo in ni bilo drugače in tudi jaz sem hvaležna vsem, ki so me karkoli naučili, pa tudi staršem, ker tudi vem, da v nekih momentih, ko se nisem strinjala z njimi, ko se oni niso strinjali z mano, pa morda se še danes ne strinjajo z nekimi mojimi načini, kako jaz živim, kako jaz delujem, kaj vse počnem, sem hvaležna za to. In vem, da niso znali bolje. Da je bilo to najboljše, kar so v tistem trenutku vedeli in znali. Ja, in tako tudi mi delujemo danes. Točno tako. In tudi skozi komunikacijo mi kažemo, ko pridem nekam tudi kot gost in taki gosti tudi pridejo, ej ti tam, daj ti meni to, pa hočem to, karkoli. To je tisti nivo, ki ga tudi lahko srečamo. Ga bomo lahko videli kot opazovalci, kot soudeleženci nekje v nekem prostoru, kjer bo pred nami nekdo, ki bo komuniciral na tak način. In verjamem, da bomo mi, ki se tega zavedamo, bomo še imeli neko opolnomočenje, da smo še bolj prijazni. Ker vidimo tudi, kaj vse osebje, ker tukaj tudi želimo včasih s kom tudi malo sočustvovati, ki je na nekem mestu, kjer pa vse to nekako prenaša, nekako absorbira in tako, dosti stoično je treba to prenašati. Ne moreš vedno odreagirati ali pa ne smeš, zaradi pravil nekih odreagirati. So pa momenti, ko mora priti nekdo, ko je treba nekomu povedati, pa tudi se mora s tem gostom nekdo pomeniti in mu povedati. To je verjetno najtežji. To pa zahteva zelo veliko spretnosti in obvladovanja tudi nekih težavnih sogovornikov, zato da bojo se tudi ti, ker so gostje, dobro počutili. Zdi se, da to pa je umetnost komunikacije. Ja, to je pa vrhunska. Sporazumevanja in nekako obvladovanja teh konfliktnih situacij, ki nastopijo lahko vsak dan in tudi so. In tudi, da predvsem meni je v tem pomembno, da človeku znam postaviti mejo in da tudi nekomu drugemu pomagam, da dojame sam, kje je treba postaviti mejo, kje je treba povedati, ampak na prijazen način. Da to lahko naredim ne tako, da pobrišem recimo s tem, ampak vse tisto, kar je bilo prej dobrega rečeno, ampak da ve, da lahko drugače. In da razmišlja, ko je v taki situaciji, kako jaz lahko drugače. Kako jaz to lahko drugače povem in bom jaz ostala ok in prijazna in ohranim to svoje dostojanstvo, ker je tudi na nek način ohranjanje osebe, persone, moje dostojanstvo, ne da nekdo me napada in zdaj jaz, ko sem izzvana, tudi recimo, da naprej napadam in komuniciram agresivno lahko in padem ven, recimo, da bi se to nekomu lahko zgodilo v neki situaciji, se pa vsaj upravičam. Da najdem način, da je to pristno in da je tako zelo resnično, globoko resnično. In da imam rada sebe in rada s tem tudi druge. Na ta način, da imamo mi najprej radi sebe. In da se ne bo nekaj izletel ven, če mi tega, ker mi imamo vse v sebi. Mi imamo tako temnega kot nekega črnega in belega volka, recimo. In zdaj tistega, ki hraniš, tisti zmaga, to vemo. Karkoli mi, tam, kamor dajemo fokus, tam gre, tam raste, tam tista stvar se krepi. Zdaj, če se jaz delam na tem, da pač se izboljšujem, da sem bolj prijazna, da sem pa hkrati tudi bolj odločna, samozavestna, da lahko sem tudi karizmatična, da pač nekaj povem na tak način, da dam malo humorja, da sem zelo živa v tem in hkrati, da tudi to lahkotno neko stvar skomuniciram, da ni neke teže v neki tudi težki situaciji. Prav, čez delavnice daš nekako zavedanje udeležencem, sploh tem, ki morajo priti na te delavnice, da so lahko nekaj več, kar nikdar niso pomislili, da so lahko, ali pa da se upajo biti, pa so si vedno želeli. Prav, potem skozi te delavnice
odpreš pot neki osebni transformaciji. Točno tako. Mislim, pride do tega skozi delavnice. Ja. So toliko obsežne, da, mislim, koliko je treba tukaj energije, da pride do te točke prebujenja. Odvisno, kakor za koga. Ja, seveda. Nekdo lahko. Koliko je teh, ki pridejo? Nekdo lahko prvi dan vzcveti in nekaj spremeni. Nekdo bo pa rekel, po recimo nekih 8 srečanjih ali pa 10 srečanjih, ki jih imamo, vse je bilo brez veze. Recimo, tudi to so že rekli. Ampak potem so pa hkrati tudi ugotovili, zakaj je nekdo to rekel. Zato, ker sam na vse ta človek gleda, kot se je vse brez veze. Znači na ta način, ker nič mu ni, nič ga ne gane. Nekdo bo pa vzel vse tisto, ker mi smo zdaj tukaj, da preživimo nek čas skupaj. In je za vse najbolje, da ga dobro izkoristimo, da nam je lepo in da nekaj od tega odnesemo domov v svojo prihodnost. In da tudi delamo za to prihodnost. Ker konec koncev mi danes, to je pa zdaj to je pa ta abrakadabra, tisto, kar jaz govorim, s tem, kar govorim, jaz to ustvarjam. To je to, to je ta čarovnija. O tem tudi jaz povem, veste, kaj je abrakadabra? To je to. Jaz kar govorim, ker tisto, kar jaz govorim, to jaz čutim in občutam. In kaj hujšega, če jaz ne občutam nekaj dobrega, pomeni, s tem tudi pol ne bom nekaj dobrega delala, ko pa jaz mislim nekaj dobrega. Pošiljam tudi neko tako energijo, imam take občutke in delam tako. In na način, na katerega mi delamo, katerokoli stvar v življenju, to nam daje rezultate. In zdaj pa se lahko vprašamo, kakšni so, zakaj imamo take rezultate? Ja, zato, ker tako delamo. Tako delamo, zato, ker se tako počutimo. Ker smo se tako odločili na nek način. Ja, ampak tudi noben tako nam ni povedal, da se lahko drugače, da nam je dovoljen drugače. Če si ujet v neko delovno okolje, ki je zelo rutinsko in če te nihče ne spodbuja k temu. Zato so takšne delavnice res izjemno koristne, ker prebudiš res dobro in pozitivno v ljudeh, ki skrito v njih. Zdaj si me na nekaj spomnil in sicer to, da ko sem jaz bila res na svojih začetkih te poslovne poti in sem bila tako mlada, vse oči odprte, povsod sem se učila, poslušala, gledala in mi se v bistvu tako kot otroci, mi se učimo s tem, kar slišimo in predvsem tudi, kar vidimo. In moram reči, da sem imela zelo, zelo malo enih takih zgledov, tistih zgledov, ki bi jaz lahko res rekla, mislim, jaz sem spoštovala ljudi, ki so bili postavljeni na neko mesto in so bili nadrejeni in so bili neke avtoritete. Ampak ko ti to avtoriteto vidiš, ko v bistvu govori in počne neke stvari, za katere ti sam dobro veš, da niso najboljše v smislu, kako komunicira z podrejenimi, kako komunicira recimo z gosti, tistimi, ki pridejo, se ne strinjaš s tem, ampak tega tudi na nek način ne moreš takoj pokazati. Se pa učiš skozi to. Učimo se skozi negativne in skozi pozitivne zglede. In na tej poti moram reči, da sem bila največji del sama sebi v bistvu neke vrste spodbuda in učitelj in mentor, zato ker sem se učila, ker sem iskala vire, pri katerih se lahko, zdaj pa ta vir je bil lahko neka knjiga, lahko je bilo nekaj, kar je bilo na televiziji, neka oddaja ali potem kasneje tudi YouTube in vse to, kjer se v bistvu jaz lahko družim z nekom, ki obvladuje recimo neko komunikacijo, pa recimo, da je to komunikacija v pogajanjih, pa da so tudi tiste težke situacije, recimo, ko nekdo zajame talce, pa take stvari, recimo, to so tudi neke stvari, ki me zanimajo, ki so res neke najtežje, ali pa ko nekdo, ne vem, lahko tudi nekdo grozi, da bo skočil od nekod, z neke stolpnice ali kakorkoli in tam nekdo, ki pride in komunicira. Ker komunikacija je takrat odločilna. Mislim, odloča o nekem izidu. Lahko tudi o tem, če gremo v nek ekstrem, da bo nekdo sprožil neko bombo ali pa da se bo situacija razrešila. Pogajanja. In to je to. To je tudi moč besede, moč te, ko je nekdo mojster. Sej, mislim, jaz se učim, jaz se vedno sem se in edino, kar vem, da je gotovo, da se bom morala še in še in še učiti, če bom hotela biti tako
Danes boljša, kot sem bila včeraj. Ne? Je pa vprašanje, je danes to težje, lažje? Zdaj, ki smo bili mi stari 20 let, ajde, mi smo že imeli dostop saj do knjig, pa že do neke širine, nekih teh učnih programov, do nekih teh znanj. Te pred nami, mislim, da sploh niso imeli, ker mislim, da bi Brian Tracy bil tukaj v Sloveniji, ki bi en prvih teh, ki je prišel ta tip znanja v Slovenijo. Pa litek z internetom, litek to razširili, ampak prej res niso imeli in pa si res imel te zglede, ki si jih imel pred sabo, v živo. Ja. Če bi ta zgled slab, imel si jih par, ker si jih imel v svojem okolju in ti so ti narekovali tempo. Zdaj, če nisi potoval, pa potval se tudi včasih ni toliko. Pa smo bili res zelo zaprti. Zdaj, danes je pa vsega, bi rekel, preveč. Pa preveč plehkega, preveč je prevelika izbira, prevelika influencerji, vse skupaj je umetno. Tukaj pa zdaj spet težko, kaj izbrati, pa čemu slediti, pa vsega je preveč. Samo ki imam rok, zato ker vse to, kar si povedal, je res. Jaz mislim, da danes, mi smo imeli takrat tako omejene vire. Ne? In zaradi tega, se pravi, te vire, iz katerih smo črpali, so bile knjige, si moral v knjižnico, tudi ko si imel, ne vem, ko si delal neko v šoli, nekaj, si moral dobiti knjigo, si moral priti do te knjige, si moral prebrati, si moral napisati neko obnovo. Mi smo se vsemu, zaradi tega smo se lahko bolj posvetili. Danes je pa toliko vsega in se mi zdi, da veliko težje zaradi tega danes izberemo nek vir, od katerega bomo črpali, kje bomo v bistvu se učili, od koga, ne? Kdo je tisti zdaj, ki ima tisto znanje, ki je najboljše. Tukaj pa tudi treba marsikaj verjetno preizkusiti, imeti tudi neko svojo intuicijo, ta glas znotraj, ki mi tudi pove, ali nekaj, predvsem, jaz te stvari jemljem tudi tako, ne? Jaz vidim, da točno vem, da se od vsakogar se lahko nekaj naučim, tudi če bo to tisto, da to pa je pa nekaj, kar pa čemur pa jaz ne bom dajala neke pozornosti ali pa s tem se ne bom ukvarjala. Lahko se naučim recimo od nekoga samo to, da to pa jaz nočem. Ne? In potem grem stran od tega in se pač pustim to, da tista stvar tam obstaja in jaz se ukvarjam z drugimi, kjer dobim. Edino, kar danes vidim pri sebi, je to, da eno vodi do drugega in da se samo odpirajo poti. Ja, preveč jih je v bistvu. Mislim, preveč jih je. Ne moreš vsega. Zdaj, ko enkrat začneš širiti, te tudi vedno več stvari zanima. Dobro, to je, ko je pri meni, ne vem. Pri nekaterih vidim, da jih nič ne zanima. Hvala enako. Ogromno je stvari in časa je. Imaš pa tudi ljudi, ki pa se reče, da skačejo z cveta na cveta, veš. Ker nekaj prebere, pa skoči na drugo knjigo, pa tisto prebere, pa spet na tretjo knjigo, pa tisto prebere, nič pa ne implementira. Veš, tukaj je velika meja med kopičenjem informacij, se mi zdi, da je kar velik preskok, da se to dejansko pa pol, da to vneseš v svoj življenje. Koliko ti to vidiš? Veš, kaj jaz vidim? Pa teh udeležencev, koliko jih sploh spodbudi, da dejansko, da ne samo absorbirajo, ampak da nekaj naredijo z tega. Jaz vidim, da imamo res toliko omejen čas. In tudi pri sebi vidim, ker me tudi ogromno stvari zanima in bi rada spoznala, prebrala, naštudirala marsikaj, ampak pač ni časa za vse. Ne? Ker pomeni, da v enem dnevu je lahko samo to, hkrati pa to tudi pomeni, da moramo biti zelo aktivni. Ne? Tudi ko se odločimo za to, da bomo nekaj naredili, da bomo nekaj pri sebi popravili, da bomo nadgradili nekaj, kar že imamo. Ne? To pomeni, da bomo vložili nek čas, energijo, tudi denar. Ne? Ker konec koncev čas je tudi denar in čas je pa recimo, da še bolj dragocen kot denar. Ja, ker časa ne dobim nazaj, ne? Če sem šla predolgo v neko smer, kjer mi ni nič, nisem imela nekih koristi za sebe, nisem dobila tistega, kar sem želela, ne? Sem malo izgubljala čas, ne? Lahko tudi, ne? Ampak denar lahko zaslužimo, časa pa ne dobimo nazaj. In ja, to preobilje vsega danes se mi zdi, da je tudi je ta izjemen boj za pozornost, ne? Tudi na kateri platformi bomo, kaj bomo poslušali, komu bomo dali ta svoj čas, ne? In čemu ga pa ne bomo. Mi bomo lahko vse povsod, ne bo nas pa doma. Ja, pa če bomo kaj s tem naredili. Sej to. A imam jaz en namen, en smisel, en višji smisel? Ja, ker sicer je vse skupaj zabavan.
Mislim, dobro, saj širjenje obzorja vedno prenese nekaj pozitivnega. Ampak... Ja. Jaz moram reči, da občudujem ljudi, ki v bistvu zelo veliko časa preživijo na telefonu in v bistvu gledajo veliko teh. Ja, swajpajo, scrollajo, karkoli, odvisno. Ja. Pač ta neskončna avtocesta, ki je v bistvu res neskončna časovnica oziroma, ne vem, timeline ali pa feed, ne, na kateri odvisno od omrežja, popolnoma izčrpa. Ki je v bistvu narejen tako, da je... Ja. Da ni konca, da to delaš, in da ga ne bo, in da potem samo čez nekaj časa in ogromno nekih stvari, dosti od teh stvari, recimo, da dobim mi jih kdo pošlje, ne, in to jaz nimam časa vsega pogledati, ne, zato ker časoma pa malo pogledam, ali pa sploh mojega moža, ki mi zelo veliko lepih stvari tudi najde, ne, ka ve, to bo pa za njo, ne, to pa je ta prava stvar za njo, ki jo bo, ne, ker sem vesela, če je nekaj, kar ima nek smisel, nek pomen, ki ni kar neki, ki ni ena taka brezvezna šala, no, ne vem. Ja, puhla zadeva. Nekaj mi mora dati, ne. Tako kot včasih začneš gledati nek film, pa ne veš čist dober, sliši se dober, ali pa pravijo, da je super, pa ti ugotoviš, da pa ni tako super, ne, po ene pol ure in je šlo pol ure že mimo, pa ne vem, z možem sva se tudi odločila, da nisva gledala naprej. Sva rekla, pol ure je šlo, ni bil dober, drugič bomo majčkeno bolj pazljivi, kaj bomo zbrali. Ja, sam pa na zadnje pa potem sam izbiraš. Ne več zdaj tega, da sam izbiraš in nič ne izbereš. Sej to je to, ne. Spet ta izbira, ne praviče vsega. Ampak izbira, ta glagol izbirati, ne, en je izbiram, en je pa izbrati, izberem, ne. Ko jaz nekaj izberem, je pa super, da je to. Ne, sej, kako že pravijo, ne, da uspešni ljudje, ne, se zelo hitro odločamo in jaz sem zdaj sebe tudi dala, zato ker se zelo hitro odločam, sem se kar dala vmes, jaz se zelo hitro odločam za eno stvar, zelo hitro rečem, ja, ne, bom to bom, zato ker me zanima tudi. Ne. A pa tudi ustrajaš v tem, ali opustiš hitro? Ustrajam, se je tudi zgodilo kdaj, da sem kakšno stvar opustila, ne, ali pa da jo prezgodaj opustim, ker vem, da bi morala še malo ustrajati, pa bi bili kakšni rezultati. Pa zelo počasi spreminjamo te svoje odločitve. Ja, to je ful umetnost. Ker je treba potem, seveda je, ne, tako, to je tako kot ali recimo, ko ti meni poveš oziroma me vprašaš, kako prideti do, ne vem, Melbourna v Avstraliji, kako ne pridem v Melbourne, ne? Jaz ne vem, kje ti si, moram vedeti, kje ti si, ne? A si ti že nekje na Japonskem, ali si nekje v Ameriki, ali si tukaj v Sloveniji, ja, zato da lahko iščemo pot, kako boš ti, iz katerega izhodišča gremo, ne? Da imamo neko, ne morem reči temu, ena začetna diagnoza, kam potem gremo in štartamo. Kje smo in kam želimo. Ja. Možnost je res velik in se mi zdi, da včasih nam je bilo lažje. Več smo morali vložiti, ampak tisto, kar smo osvojili, se mi zdi, da je bilo pa bolj trajno. Če grem samo na to, da sem jaz, ko sem se učila jezike, sem vsak pomen besede morala najti, zapisati, potem je še več različnih pomenov, tudi te zapisati in to je dolgotrajen proces in potem še malo se učiti, uporabljati to v stavkih, pa ni bilo na voljo. Tam smo imeli neke kasete, kjer so bili neki, za učiti se jezike recimo. Danes se ti lahko učiš jezik tako, da poslušaš, imaš kanale vse možne jezike, recimo z umetno inteligenco se pogovarjaš, lahko imaš že to, da te popravlja, uči, ne. Tako da jaz tudi dostikrat razpravljam z umetno inteligenco o kakšnih izrazih in to, ne, na ta način, ne, a ne bi bilo bolj to s kakšno drugo besedo povedati, ta se mi ne zdi najbolj in me tudi da prav, ne, sej zelo rada nam daje prav, ne. Ampak kolikor ji pustimo. Točno tako, ja. Rada ugaja, kaj človek. Ja, to obilje, bom tako rekla, je v bistvu tudi nekako ubija to pozornost na nek način, ne. Preveč je, kam zdaj? Ne? Preveč je vseh stvari. Res se moraš zavestno in zato je še to bolj pomembno, da si zavesten. Da si zavesten, ja, in da imaš hkrati tudi nekoga, ki te usmerja, ki te majčkeno usmer, ki ti zna prisluhniti, ki zna v tebi videti, tukaj smo spet pri coachingih, oziroma trenerjih. Zdaj ti trenerji, coach, kot si ti, v Sloveniji še ni tega, se meni zdi tega, kot je po moje Amerik. Amerik ima že vsak mečkan bolj
Mečken bolj zaveden človek, ali pa niti ne zaveden, ne vem, tam je normalno, da imaš svojega coacha, da imaš nekoga, ki te hitro poganja naprej. V Sloveniji pa to že se prihaja noter, ampak še vedno ne vem, zakaj je tukaj ta nek. Pa niti ni odpor, ampak da bi si tega malo sramoval, da imaš coacha. Ali pa da je to kar malo prestiža. Ali pa da sem jaz nesposoben, če imam coacha. Ja, to so spet neki predsodki, nekaj, kar imamo mi tako malo zapečeno. Ja, nekaj negativno prepričanje. To je tako kot recimo, eno je coach, eno je psihoterapeut, ki hodijo tudi, ogromno ljudi hodi na psihoterapije, eni hodijo pa coachu, eni imajo pa coacha ali pa mentorja za neko stvar. In Amerika je, si moramo priznati, Amerika je v tem takšna, kot je, s pozitivni in negativni, ampak oni so tukaj ful pred nami. In pri njih je tudi, imaš odvetnika, imaš tudi za vsako stvar verjetno svojega odvetnika, imaš nekega svetovalca in imaš coacha, ne vem, imaš prehranskega ali imaš tega finančnega, trenerja, osebnega trenerja, ali imaš pa coacha za to, da ti začneš drugače razmišljati, da ti začneš bolj komunicirati, da ti narediš neko transformacijo, da ti prav preokviraš vse to svoje življenje, ta tvoj pogled. In predvsem tudi, da, recimo, da najdeš smisel. Cilj je pa, da spremeniš kvaliteto svojega življenja. Vse. In to si, mislim, želi vsak, ne glede na kateri stopnji. Mislim, da je cilj vsake neke aktivnosti, kar mi počnemo, je to, da mi živimo bolje. Zdaj, karkoli že to je. Ja. Karkoli si bolje, že to predstavlja vsak, kaj je to bolje. Da sem jaz bolj sama ampak, v sebi. Če nimaš coacha, ali ne boš napredoval, ali pa bo zelo počasno napredoval in obupal. Se to je to, kam jaz dajem fokus, kaj je tisto, kar se jaz vsak dan sprašujem. In to ti v bistvu coach pomaga, da ti drugače pogledaš na sebe, da tudi se malo lahko pohvališ, da si ponosen na svoje dosežke, na to, kje si danes in ne na to, da gledaš, kje še nisi, ampak da v bistvu se tudi programiraš na nek način, kje pa boš čez 5 let. Da veš, kaj je cilj. Tako kot ti veš, kaj je v bistvu nek cilj ali pa nek namen tega podcasta, tvojega. Ja, zdaj ta cilj, namen, ko se začnemo ljudje res spraševati, kaj si želimo, da sploh si lahko postavimo cilj, se že začnejo težave. Večina ljudi, po moje, mislim, kolikor imam jaz izkušnje, ne ve točno, kaj si želi. Si nekaj želi, ampak ne ve, ki pa res treba to besediti, pa ne ve več. Dobar, si želim partnerja, si želim hišo, si želim avto, ki pa recimo to nekje na mestu, pa še zmeraj nekaj lahko manjka. Kaj je zdaj res tisto, kaj si želim? To je zelo težko ljudem opredeliti. Sploh lahko grejo v tisto smer. Sej zato pomaga nek coach tudi. Ampak če sploh ne vemo, da coachi obstajajo. Ker ti... Ja, obstaja, tudi v Sloveniji imamo ogromno coachov za različna področja in večkrat tudi slišim, da so v bistvu v nekih sredinah, imajo pa že ljudje coacha. Je res, da to nekaj tudi stane, da ti z nekom delaš, da to ni, dostikrat tudi pro bono delamo kakšne stvari, narediš nekaj seans z ljudmi, se pravi srečanj, kjer nekomu pomagaš, da saj nekam se premakne iz tiste točke, na kateri je. Da nekaj naredi, tako kot odvetniki. Saj tudi odvetniki delajo pro bono, imajo tiste svoje dneve, pa tudi mogoče tudi, ne vem, zdravniki, da svetujejo, pa vse take storitve, ki obstajajo. Ampak to je neka odločitev. Tudi če vem to je neke vrste predsodek v Sloveniji. Jaz ne rabim coacha. Drži. To je en vidik, na to drug vidik je pa da me bo lepo rečen prevaral. Veš, da imaš ogromno nekih coachov, ki niso za to sposobljeni. Koliko sposobljeni? Da pač cel kup nekih šarlatanov tam, kar verjetno jih je res. In pa je že težko zbrati, tudi če se za to odločiš. Lej. In to je potem na koncu vse skupaj rečeš, ne grem se tega. Ja, zato ker je spet prevelika možnost izbire. To je ta preobilje nekih stvari in jaz se moram zdaj odločiti, jaz moram najti. In super je, jaz bom pa tako rekla, jaz, ko grem po svoji poti, sem pa najdla super coache. Sem pa najdla super coachinjo, super mentorco,
s katero sem super delala in ogromno sem se naučila in tudi zdaj imam coachinjo. Mislim, jaz sama sem coachinja, poznam tehnike, orodja, tudi neurolingvističnega programiranja, hipnoze, vse, ni da ni. Ampak jaz zato, da jaz rastem, imam nekoga, ki meni pomaga, da grem jaz skozi moje situacije vsak dan. Ne, tudi to mogoče... Mogoče ljudje v večini ne vedo, da gre tukaj res za en zaupen odnos. Ne? Zdaj pa koliko mi zaupamo ljudem in smo spet pri zaupanju. Mislim, v tem procesu nam ljudje zaupajo marsikaj, kar se jim je zgodilo v življenju, pa so to lahko res težke stvari. Jaz v enem obdobju, ko sem tudi bila tako zelo na začetku in sem poslušala ljudi, imela sem veliko brezplačnih coachingov, tega sem ogromno naredila. In ko sem slišala neke te zgodbe, tudi v enem momentu je bilo meni tako težko, da sem si rekla, aj tega meni treba. Da v bistvu vem, da so vse sorte stvari na tem svetu, planetu, ljudje takšni, drugačni, zlorabe takšne in drugačne, ampak moram jaz to tudi poslušati, ker mi je bilo zaradi tega meni tudi težko. No? Tako. Ja, seveda, da sem potem tudi rabila kar nekaj časa, da sem se tako tudi jaz stabilizirala in zato imam jaz tudi coacha. Pa tudi zaupanje od nas. Vsi najboljši coachi imajo svoje coache. Mislim. Ja. Dobar je in zelo zanimivo mi je bilo, ko sem, v bistvu se spomnim, da takrat sem bila še bolj na začetku in da sva čist, ker jaz funkcioniram tako, da se učim čisto iz vsake stvari, ne, da iz vsake stvari nekaj potegnem in tudi mož je navdušen nad Formulo 1 in te moto dirke in on spremlja, medtem ko se jaz učim druge stvari, on spremlja neka serija je bila, mislim, da na Netflixu, vsaka oddaja je bila o enem dirkaču v Formule 1. Ne? In bil je eden, zdaj jaz imena se ne spomnim, ker nisem toliko o tem doma, ampak se spomnim, da je imel, da bila v enem njegovem super avtomobilu in zraven je imel enega fanta, ki je bil njegov coach. Čisto za drugo področje. Sploh ni spadal v tisti njegov svet, ta fant. Ampak jaz verjamem, ne, ker on ga je predstavil, to je njegov coach, in s katerim pač on predeluje neke stvari in se tudi tako mentalno pripravlja, ker ta mentalna priprava je pa, vemo, ne? To je pa ta glavna stvar za vse, tako kot se mi naštelamo za nek dan, za življenje, ta naša mindset, ne? To je, kako naravnam mojo glavo, se pravi moj moje misli, ta miselna naravnanost, ta odloča, kako mi gremo skozi življenje. Ne? In mi je bilo zelo zanimivo, ne, sem rekla, ti to, tega coacha tam, ne, je bilo takrat enkrat, ko sem jaz bila na tem, ko sem jaz postajala šele coach in sploh začela razumevati, kaj to je. Ne? Ne? Ja, sej, že sam izraz coach, mislim, kaj je sploh pravilen prevod v slovenščini. Trener, če rečeš trener, je to, tako pa mislimo na športa, veš. Izhaja iz športa, ne, če se spomniš. Ja, se res. Ja, mislim, da je bil prvi coach je bil trener tenisa, zdaj ime se ne spomnim, ne? Ampak dejansko trenerji so v športu. Ja, da te mentalno pripravi na dober rezultat. Ja, ampak imaš fizičnega trenerja. Ne? Ja, se to, vsi na to pomislimo, ne? Mentalnega. Samo na tega, da moramo trenirati, ne? Mišice, ne? Mislim, vse so dokazali, ne, da so tudi možgani mišica. Ne tako kot mišice, ne vem, stegenske, biceps, triceps in to, ampak v bistvu še vedno tudi rastejo in krepimo poti v možganih s tem, da mi delamo. Tako. Zdaj, preden zaključva, bi se še ene teme dotaknil in sicer, kaj misliš, tehnologija, ki postaja trenutno res ena glavnih tem in temelj vsega, a tehnologija človeka v gostoljubju približuje gosta ali ga oddaljuje? Zdaj. Imamo več teh, različne tehnologije, ki jih imamo. Ne? Imamo tehnologije, ki lahko pomagajo, da bo imel gost boljšo izkušnjo, ker bo nekaj hitreje potekalo in se bo ta izvajalec storitve, ne, tisti zaposleni tam, se bo več lahko posvetil gostu, če bo znal seveda skomunicirati na nek pristen način vse skupaj, ne, to dobrodošlico, to sprejetost, vse tisto, kar je lahko v odnosu, ne, svetovanje in to kam in kako. Sej gost lahko dobi danes iz umetne inteligence tudi sam, ne.
naredi mi itinerarij za to in to potovanje, kam grem tam, splaniraj mi to in to, povej mi, kaj je vredno ogledane. To si vse lahko nekdo naredi sam z umetno inteligenco. Ne? Ja, to je zdaj ogromno stvari, kaj nam olajša potovanje pa bivanje, druga je pa to pristnost gostoljubja. Kaj zdaj s to tehnologijo? Kako to vidiš? To bo pa kam nastalo, tukaj gremo? Ja, vidim, da bo to nastalo v sodelovanju s to tehnologijo. Ta tehnologija je tukaj in bo tukaj in vedno več je bo. A veš, kje imamo ta čas? Tehnologija, ki prihaja, oziroma ki je tukaj, sploh umetna inteligenca, zdaj na nek način ti daje čas. Osvobodite, dati na voljo nekaj časa. To je ta aspekt. Zdaj pa kaj bomo s tem časom? Kaj bomo pa s tem časom? Kako bomo pa mi preživeli ta čas, ki smo ga zdaj pridobili? Ja. Ker je nekdo drug, neka tehnologija namesto nas nekaj naredila, postorila. In zdaj je pa to, da se moram pa jaz posvetiti. A bom še več gostov ali bom zdaj dal čas gostov? Ali bom raje imel še več? Misliš še več? Ja, ker bi sprostili kapacitete. Zaradi tega. Ja, vse kapacitete so... Čas, kapacitete, vse verjetno niso povsod 100% zapolnjene. Ja. Nisem mislil kapacitete v hotelu. Moje kapacitete. Moje, človeške kapacitete. Ja. Meni zdaj tehnologija ogromno odnese. In zdaj ostaja. Ne? Ja. Ostajati nekaj, je pa še vedno moš verjetno nekaj pogledati, nekaj preveriti. Ne? Neke podatke, neke stvari, da nekaj vem o človeku, ki je pred mano. Ali moram od njega izvedeti, ne? Izvedeti na ta način, da ga vprašam. Ko to vidiš, mislim, to je res zanimivo. Ker prva misel vseh večine je, da nas bo to oddaljilo od pristnega odnosa pod gostoljubja, zato ker je tukaj tehnologija. Saj ti ekrančki, ne? Ja. Nas oddaljujejo. Ja. Po eni strani nas oddaljuje, po drugi strani ti sprošča čas. Kaj ti bolj čutiš, kam to gre? In malo me skrbi, da nas to oddaljuje. Ne? To me skrbi, da nas oddaljuje, ker tudi ekrani, telefoni na mizi, ves ta čas, ki ga mi preživimo. Tako, se mi zdi, da na nek način vseeno mečkam podivjamo. Ne? In tudi to se že dosti vidi pri tem, ko otrokom zdaj pač ne bi dajali telefonov, nekje jih prepovedujejo v šolah do neke določene starosti, ker ne bi to res našim možganom ne delali nobene koristi. Ker verjetno bi bilo še vedno boljš več pisati na roko, ker se vzpostavljajo neke druge povezave, brati, tudi knjige, tudi te na tablicah, in to na teh bralnikih, ampak ves ta čas, ki ga takole preživimo in ne v stiku z nekim človeškim obrazom, očesom in neko komunikacijo, ker ni da mi govori nekdo, tudi če nekaj poslušam, recimo na YouTubu, pa je to, se sliši, da je umetna inteligenca nekaj povedala ali pa prebrala nek tekst. To ni pristno. Še. Ne še. Se strinjam, ker iz dneva v dan te tehnologije napredujejo in napredujejo tako, da bodo res, verjamem, da bojo zavzele marsikatero delovno mesto, dejavnost, marsikateri dejavnosti, da bomo imeli doma tudi, verjetno, upam, da bomo tudi mi to dočakali, ker malce plamo, se mi zdi. Tak občutek imam, da to že nam razlagajo, tisti, ki grejo večkrat v tujino in v ta, kako bom rekla, še bolj razviti svet, mi smo razviti svet, ampak obstaja še bolj razviti svet. To vemo, tako kot so vedno obstajale neke tretje države, manj razvite države, da mi tukaj smo nekje vmes. Vemo, da to obstaja, nimamo pa še vsega tega, kar že obstaja. In da bomo imeli neke hišne pomočnike, koliko bomo s tem zadovoljni? Bomo videli, ne vemo. Bomo videli. Ja. Plujemo v svet, ker ne vemo. Dejansko, isto je, da ne vemo. Ja. Mene majčkeno skrbi, ampak hkrati mi pa toliko to omogoča. Toliko mi lahko tudi pohitri neke zadeve. Ampak še vseeno, ko jaz pridem, sem prišla zdaj sem k tebi, jaz sem tukaj, nimam ničesar pred sabo in zdaj to sem jaz. In jaz zdaj tukaj dajem in kažem sebe. In to sem, tako bom rekla, pristna jaz.
Zdaj nekdo bo rekel, je pristna, se dela, ni, ne vem kaj, karkoli si Igra, bodo ja, ljudje mislili, whatever, ja. ljudje si bodo Ja. vedno nekaj mislili. Ja. Ampak meni je všeč to, da se midva danes ne pogovarjava preko Zooma, da sva to lahko naredila v živo, da ni to spisala neka tehnologija, da midva tukaj v živo komunicirava in sva to, kar sva, ker si dovoliva, da sva to, kar sva. Ker ne iščeva še nekih načinov, kako bi pa morala, ne? Ja, biti. Ja. Ali to zaobiti. Jaz vseeno sem pa včasih malo zaskrbljena nad eno stvarjo, da smo pa premalo napredni. Da pa premalo nekih teh tehnologij smo že nekje vpeljali. Ja, Tudi v gostoljubju. nekaj je, koliko smo jo na družbenem nivoju v Sloveniji oziroma v Evropi. Druga pa spoj v industriji, Tako, kot ja. turizem pa gostinstvo. Mislim, ravno ta teden je prišel ven en graf po industrijah, kakšna je upeljava in tako gostinstvo, turizem, 0,8 zadnje mesto. Ja. Mislim, sej turizem smo ljudje, je odnos z ljudmi, ajde, bomo zadnji. Ampak, še enkrat, tukaj ti sprosti čas. Zdaj, če grejo čisto hotelirstvo, receptorju sprosti čas, kar pomeni, da je lahko res zdaj se posveti gostu, ki se prej ni mogel. Če prej mogel pretipkavati vse podatke, zdaj ni mogel posvetiti gostu, zdaj se pa lahko, kaj je zdaj, a veš, tukaj imamo zdaj tisto. Tukaj je tehnologija, ki nam bo vzela pristne odnose, po drugi strani nam pa daje možnost, da smo pristni, a nam bo še to vzela, ker ne bomo hoteli biti. Veš, kaj mi je zdaj prišlo? Nimajo več izgovora. Prej se niso mogli, zaradi tega, ker moram to, pa to, pa to, pa mi hodi to, pa uno, pa ne vse. Zdaj pa ni več izgovora. Zdaj bomo pa mi morali komunicirati. Jaz se veselim, da bo s tem komunikacija še bolj pomembna. Ja, za zdaj ljudi. bo, ja. Ja. Ker konec koncev sem pa začutila pri tem še en tak izziv, ki si rekel, da je pač v gostinstvu to najmanj. Ne? Ja, na te raziskave. Po teh raziskavah najmanj teh tehnologije in umetne inteligence in vsega tega upeljano zaenkrat v Sloveniji, da je tudi ljudi treba natrenirati, da bojo znali s tem delati. To ni kar samoumevno, da vsi gremo v korak s časom, ker ne gremo. Ne? In tudi to zahteva nek trening, ne? Pač ravnanja s tem, programiranja, kako delati. Mislim, ravnanje s tem, pa spet tisto, kar so bila prej. Kaj to prinaša, pa kaj sploh omogoča. Mislim, te številke so porazne od raziskav, koliko ljudi to sploh razume, to prednosti tega. Večinoma so itak te temačne napovedi in zelo veliko tega odpora. Zdaj, proti temu, te številke so res tako porazne. Sem bil pa danes na eni predstavitvi v enem hotelu in sem bil res prijetno presenečen, kakšno je bil interes po zanimanje, kaj lahko prinese orodja umetne inteligence. To se je kar nekaj spremenilo. Odlično. Ja, zato, ker je prišlo do nekega preboja, vsaj kaj lahko naredimo. Ja, to, da si danes imel to priložnost, da si srečal v bistvu nekoga v nekem hotelu, ki jih to zanima, kjer jih to zanima, ne, je tudi odraz tega, da so posamezniki, ki to delate, ste, širite in razvijate, ne, konec koncev. In tudi vam je res mar, ker se s tem ukvarjate in vas tudi nekako si postavljate vprašanja, tista prava vprašanja, kam to gre. Kaj bo to naredilo tudi v gostoljubju, v odnosih, v komunikaciji, v vsem. Ne? Ker konec koncev mi smo ljudje, ne moramo ne komunicirati, ne bo več izgovorov, ne? Kar pomeni, bo čas se bo treba izpostaviti za druženje, za pravo, pristno, tisto res odlično gostoljubje, ki si ga zapomnimo, ki nam ostane in s tem se pol veliko raje vračamo nekam, kjer smo že bili in smo bili dobro sprejeti. Okay. Upam, da sva na nek način to zdaj, ker se mi zdi, da pri velikih temah, ki smo jih danes odprla, je kar še... Ja, predvsem so odpirala, ja. Odpirala so veliko tem, ki jih pa nisva uspela dokončati, ker... To so res široke teme. Ja, drži. Zato se mi zdi res ključno, da ostajamo odprti in da iščemo nove načine. Predvsem, kako lahko nekaj naredimo bolje, lažje, kako nam bo lažje in tudi, da imamo nek plan, neko vizijo, kaj pa bomo mi zdaj s tem časom, kako bomo to, ja, to je kaj vse bomo... zelo dober vprašanje zdaj.
obogatili in kako bomo mi to nadgradili, ne? Kako bomo mi v tem še boljši, ne? Kako bo naša storitev boljša in s tem tudi naš posel bo boljši. In samo tako rastemo, tako, malo po malo. Super. Ja. Najlepša hvala, Klavdija. Mogoče še kakšna misel za zaključek? Rok, najlepša hvala za povabilo. Tudi meni se je odprlo en kup enih področij in vprašanj. Za zaključek bi pa rekla to, da bodimo najprej najboljši gostitelji sami sebi, svojim najbližjim in bodimo zgled v okolju, kjer smo. In samo s tem mi spreminjamo svet. Svojo komunikacijo, s tem, koliko mi upoštevamo neke raznolikosti, bonton in tudi to zavedanje, da smo pristno gostoljubni. Da se ne delamo nekaj, da ne delamo nekaj iz nečesa moram, ampak lahko, ker mi je mar. Lahko in želim. In želim. Ja, res, velikokrat pozabljamo, večinokrat pozabljamo sami nas. Super. Začne se v nas, tako. Pri nas, ne? In to tudi marsikdo reče. Tako da ja. Lepa zaključna misel, super. Najlepša hvala. Hvala.